Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Dejan Stefanović, predsednik Spinsa, glavni šef Spinsa in tisti odgovorni, da Spins v Sloveniji sploh obstaja. Lepo zdrav, Dejan. Zdravljen. Sem povedal prav, drži to? Več ali manj. Naša glavna aktivnost so tako kot igralci. Igralci so tisti nosilci sindikata. Brez športnikov sindikata ni, jaz sem samo izpostavljen del. Vedno manj, kar pa je tudi dobro. Ja, ampak tisti nek štartni pogon bil, da se je ta Spins v Sloveniji sploh postavil na noge? Jaz sem bil vzvod, ker med tem, ko sem igral nogomet, sem tudi študiral panogo, preko katere se da marsikaj storiti. In to je pravo, in tudi v preteklosti je večina odgovornih v nogometu bila pravnikov. Tako da je bilo lažje začeti dialog, predvsem pa poiskati rešitve iz tujine in jih prenesti v Slovenijo. Je pa dejstvo, da ko smo mi igrali, je bilo precej neurejeno. Včasih je bil problem... To je tudi danes namen oddaje, tako da jaz še sam pozdravim vse ostale poslušalce, oprosti, ko sem te prekinil, pa bomo pol midva šla v oddajo naprej. Tako da ponovno vas vabim, da sledite, delite, všečkate, komentirate, sprašujete, podajate želje. Posebej vabljeni še enkrat, da nas sledite na YouTube pa Facebook strani, kjer sproti potem tudi lahko dobivate obvestila o novih oddajah ali o novih zanimivih dogodkih. Naša spletna stran je zaživela, www.centrogol.com, kjer dobite tudi še vse ostale dodatne informacije ali pa tudi tistega, kar pač v samem podcastu pač ne moremo predstaviti. Tisti, ki, tako ko smo se tudi z Dejanom pred začetkom snemanja pogovarjali, da so oddaje dolge, še enkrat na YouTube imate časovnico in samo po delih lahko potem tudi poslušate tisti del mogoče, ki vas bo malce bolj zanimal ali pa vas zanima za kakšno oddajo za naprej. Tako da štartamo midva ali pa nadaljujemo tam, kjer si začel. Se pravi, ti si igral nogomet, da začnemo tam, si bil zanimiv, perspektivni nogometaš, tudi prvoligaš, neki tujine, vsega boga je bilo. Kako je bilo takrat urejeno v Sloveniji, pogodbene razmerja, igralci, klubi, nogometna zveza, UEFA, FIFA, vse, kar bomo se danes probala dotakniti? Ja, nažalost, javnost pozna samo lepo plat. Svetovna prvenstva, Evropska prvenstva, Ligo prvakov, zaključek nacionalnih tekmovanj, ne pozna pa ozadje. Tako je bilo včasih tudi pri nogometaših. Mi smo bili tudi v večini moje kariere v lasti, popolni lasti klubov. Kar pomeni, da ko je pogodba potekla ali če pogodbe ni bilo, je dejansko bilo odvisno od kluba, ali si imel možnost prestopiti ali ne. Tukaj se ni pogovarjalo o nekih vsotah, ampak dejansko dovoljenju. Brez izpisnice igralec ni imel pravice zamenjati klubske sredine. In to se je dogajalo v preteklosti, začelo se je spreminjati z osamosvojitvijo Slovenije in pa tudi predvsem s primerom Bosman, to je en igralec iz Belgije, ki je sprožil spor, ker enostavno se je znašel v situaciji, da brez nekega plačila, kar precejšnje odškodnine, ni mogel zamenjati svoje klubske sredine. In je šel na Evropsko sodišče in je po 5 letih, leta 1995, dejansko prišlo do te sodbe, kjer je sodišče reklo, da je v nasprotju z evropskim pravom, da se delavcem, ker nogometaši smo delavci, omejuje pravica do svobodne izbire delodajalca. Potem je še kar nekaj časa preteklo, konkretno 5 let, da je FIFA spremenila svoja pravila in to Bossonovo pravilo vključila v svoje predpise, ki so jih potem prevzele nacionalne nogometne zveze. Zdaj jaz govorim generalno, ker nekatere države, na primer Anglija, so imele svojega Bossmana že 65 leta. V Ameriki sploh, kjer je kar precejšnja tradicija teh kolektivnih pogajanj, tako da so te svoboščine precej varirale od države do države. V primeru mednarodnih prestopov so pa ta dovoljenja klubov izrecna za prestop še vedno obstajala. Tako da je meni včasih smešno, ko se pogovarjam z našimi člani zdaj, kjer uživajo precejšnje pravice, predvsem tudi
izključno, predvsem zaradi delovanja sindikata, ne, in jim težko razložim, kako je bilo včasih, da se nisi pogovarjal o tem, da nimaš pogodbe, da ti je nekdo dolžen, ampak si prosil, moledoval klub, da ti je dovolil prestop. Ne. Tako je bilo včasih. Ja, tudi te prestopni roki, ki so bili narejeni, ali hočeš pač povedati, da takrat, ko je bil igralec vezan pogodbeno, ampak to je še tudi danes na koncu. Ne, tudi če ni bil vezan pogodbeno, tudi po izteku pogodbe, brez soglasja kluba ti nisi mogel prestopiti. Ne govorimo, zdaj to še vedno obstaja, kar je tudi najbolj absurdno. Tudi Evropska komisija, sodba Evropske sodišča v primeru Oliver Bernard proti nogometnemu klubu Lyon iz Francije, ne trdi, da nek sistem nadomestil za prestope mladih igralcev mora obstajati. Ne? Kar pomeni, da tudi v Sloveniji, ne, če nek igralec hoče podpisati profesionalno pogodbo in ta klub nima denarja, da plača klubom, ki so v narekovaju vlagali v njegovo vzgojo, še vedno ne more prosto prestopati, ampak gre lahko samo klubu, ki je to nadomestilo pripravljeno plačati. Ne? To je bil včasih Maribor, pa se je kopičila, potem je bil Maribor valilnica talentov oziroma so pobrali vse talente, pa je bil določen trenutku nogometni klub Domžale, pa Olimpija, zdaj v tem konkretnem primeru v zadnjem tekmovalnem letu je to Celje. Ne? In je v osnovi sistem napačen, ker povzroča koncentracijo talentov, ker mi vemo, da igra samo 11 igralcev, ti talenti ponavadi ne morejo igrati in potem na dolgi rok v bistvu propadajo. Ne? Tako da sistem je treba resetirati. V Nemčiji, na primer, ne obstaja nadomestilo za vzgojo, tam zveza plačuje klubom neke določene licenčnine v primeru, če igralci podpišejo pogodbo v prvi Bundesligi oziroma drugi za nižje kategorije, tega ni. In tudi to je en od naših naporov, oziroma celo zadnje, ne, da pridemo na neko normalno stopnjo razvitosti, ki bo omogočala predvsem množičnost in bistveno povečanje števila igralcev, ki igrajo nogomet. Ampak lahko tu samo eno stvar vprašam. Velja to izključno za profesionalce ali velja to tudi za amaterje? Žal v Sloveniji velja to tudi za amaterje. Mi smo ena redkih držav, mislim, da sta še dve v Evropi, ki še vedno vzdržuje sistem, zdaj je nekako dogovor z nogometno zvezo končno, skoraj 20 let od začetka nastanka sindikata, da se ta nadomestila ukinejo. Mi smo imeli kar nekaj sporov na sodišču, pa tudi žal nimam dobrega mnenja o naših sodnicah, na nižjih stopnjah, ker dam en primer, ena gospa sodnica je rekla, da če pa nogometaš hoče igrati, se ni treba, da igra v klubu, se lahko igra pred blokom. Če ima rad nogomet, zakaj bi igral v klubu? Se lahko žonglira, lahko se igra v dnevni sobi, ni treba, da tekmuje. Če pa hoče tekmovati, potem se mora podvreči pravilom, ki obstajajo, kar pomeni za starša, da če bi iz enega kluba hotel prestopati, ponavadi starši plačajo to nadomestilo. Zdaj imamo celo neko odločbo ministrstva, neko interpretacijo, kjer govori, da nadomestila za prestop klub ne sme zahtevati od igralca, nikoli, ampak to pomeni, da ima spet pogoj, da če novi klub ne plača, registracija ni dovoljena. Tako da tukaj smo sami sebi v nogometu, v slovenskem nogometu, volk. Zadam en zelo zanimiv primer, Hrvati so tu ukinili že leta 2002. In ko je takratni generalni sekretar nogometne zveze klical generalnega sekretarja nogometne zveze na Hrvaškem, mu je ta odgovoril, sam tega ne naredi, to je bila naša največja napaka. V vmesnem času so pa Hrvati igrali kje, pa kdaj, pa koliko osvojili, toliko o tem. Ok, da gremo midva mogoče se tja na tisti tvoj začetek. Ti zaključil si nogometno kariero zaradi? Poškodbe, tukaj ni nihče drug kriv kot sam, jaz sem imel več svetov, ko sem igral, da pa ne samo pri eni poškodbi, tudi pri drugih poškodbah, da je potreben čas, da je potrebna rehabilitacija, da je potrebna fizioterapija in tega nisem upošteval in te degeneracije mojega veznega tkiva so se v bistvu toliko poslabšale, da enostavno na koncu sem zaključil kariero z rekonstrukcijo patele na levem kolenu, kjer je zdravnik kirurg, ko je delal operacijo, jaz sem bil pod anestezijo, tudi da sem spremljal operacijo in je rekel, če bi ti lahko biti celo patelo odstranil, ker je toliko zakalcinirana, in mi je odstranil 90% te patele, 10% mi je ostalo, ta patela je sicer razmerno velika in močna, in mi je tudi sam zdravnik rekel, da enostavno jaz lahko pozabim katerokoli profesionalno udejstvovanje, več kot enkrat ali dvakrat na teden, niti ne bi mogel in koleno ne bi zdržalo. Potem se je to tokom let popravilo, ampak definitivno je bila pa taka
prognoza in diagnoza. Je pa tudi res, da je moja ambicija vedno bila igrati nogomet v tujini. Igral sem v Portugalskem 2 leti, šel z tistim klubom iz druge lige v prvo ligo, pa žal imel ponovitev te poškodbe, tako da sem jaz dejansko prav vsako tekmo prav trpel, dobil injekcije, ampak to na koncu tudi pomagalo, da bi nekako normalno vse brez bolečin, niti hoditi nisem mogel več, no, tako da sem bil prisiljen. Ampak ti si potem še želel, to smo se pogovarjali, iti v Nemčijo in tam nisi šel čez zdravniške, ne? Ne, to je bilo pa preden sem šel na Portugalsko, sem nekaj let, v bistvu bilo tako, jaz sem med kariero študiral, v Domžalah igral, ob tem, da sem hodil v službo v državni zbor, bil sem pri pridružitvenem parlamentarnem odboru in pa pravosodnem organu, organu za notranjo politiko in pravosodje. Hkrati sem pa delal še 2 podiplomca, tako da moje življenje je bilo precej stresno takrat, kombinirati profesionalno kariero z 2 študijama, en je bil tudi nasloviti Univerzi v Cambridgeu iz evropskega prava in igrati profesionalno tudi na nekaj rešitev. In potem, ko sem bil poklican na služenje vojaškega roka, sem uveljavljal ugovor vesti, nekako se dogovoril, da mi pol leta ni treba upravljati tiste niti civilne dolžnosti in sem pol leta igral v Olimpiji, hotel iti v tujino. Predtem sem bil po Nemčiji, bil sem v Bielefeldu na probi, igral smo proti Schalkeju, ki je bil takrat zimski prvak, proti Werderju, sem v bistvu bil kar uspešen, ampak žal na podrobnem pregledu zdravniškem je pa spet ugotovljena ta moja hiba s kolenom in enostavno je bil prevelik rizik z mano podpisati pogodbo. Ampak pri nas pa ni bilo težav, ne? Pri nas je bila z lahkoto. Jaz sem molčal, jaz sem igral z bolečino, najslabša stvar, ki bi lahko naredil. To so tisti časi, ko je zdravnik z lahkoto dal injekcijo proti bolečinsko, pa igraj. Ja, preokupacija oziroma prioriteta kluba, takrat je bil trener Prašinkar, pomoč zamerem je bila, da se osvoji prvenstvo. Jaz pa sem pa takrat tudi sam sebe lagal, da lahko igram, pa nisem mogel naprimer niti počepa narediti. Prav sem bil profesionalc, brez da bi se lahko naprimer 100% oziroma fleksijo kolena naredil, kar je pa malo smešno, ampak se pravi, kar je bilo. Moram Braleta še enkrat vprašati, kako je to šlo čez. Kaj je bil tudi pač tu gost, pa srečujemo se tudi velikrat v Šmartnem. Zdaj ti, tako kot si že povedal, študiral si pravo, tudi poglabljal si se v to, verjetno je bilo zelo zanimivo kombinacija vsega skupaj, ampak ti zdaj zaključuješ nogometno kariero, a je tebe toliko presunilo, te je toliko presenetilo, da je toliko neurejena zadeva, kar se tiče statusov ali pa nekih pravnih relacij, ki bi morale biti urejene v primerjavi z ostalimi delavci v Sloveniji, ko gledamo šport, da si rekel, tu je treba nekaj narediti, ali kaj? Ja ne, sam sem se zavedal te krivice in tudi iz tega razloga sem toliko klubov zamenjal. Mislim, sem 12 klubov zamenjal v svoji profesionalni karieri, ki sem začel že s 15 leti na Svobodi. In jaz sem te principe apliciral nase. Kadarkoli je prišlo do nesporazuma, jaz nisem odstopil, jaz sem zelo trmast, ali sem zapustil klub, ali pa smo se tožili. Jaz sem redkih, naprimer v Domžalah v drugi ligi je prišlo novo vodstvo in je reklo 50% za nazaj bomo izplačali in vsem bomo zmanjšali prejemke za 50% za naprej. Jaz sem bil edini, ki nisem pristal na te pogoje in zato, ker je bilo mimo prestopnega roka, sem pol leta pri 20-ih bil brez nogometa. Jaz sem bil pripravljen tudi ne igrati, če sem gotovo, da enostavno nekaj ni v skladu z mojim vrednostnim kodeksom. Nisem pa imel rešitev. Z rešitvami sem bil pa soočen na Portugalskem, kjer sem naprimer od 40 tekem ali 34 tekem odigral 28 v drugi ligi, ampak se poškodoval in zato, ker sem bil tujec, ker nisem bil v Evropski uniji, je bilo pri nas 17 drugih tujcev, Afričanov, predvsem Brazilcev in Argentincev. In so potem rekli, gledaj, ti zasedaš mesto tujca, samo 6 jih lahko registriramo, 17 je, ti si poškodovan, dajmo prekiniti pogodbe. Meni se ni zdel fair, ker sem imel tudi druge poškodbe, poškodbo drugega kolena, pa zlom ključnice, vse ni važno. To je vse v naporu, da dam maksimum klubu. In potem ob tej krivici v tujini sem pa spoznal portugalski sindikat, njihovo kolektivno pogodbo, ker sem bil pravnik in sem se zelo hitro primoran zaradi okoliščin naučiti portugalski jezik. Sem študiral v bistvu njihovo zakonodajo, tudi zakon,
In ko sem prišel v Slovenijo, je bilo zelo enostavno izhajati iz tega modela in ga poskušati aplicirati na slovenske razmere. Je pa dejstvo, da ko sem prišel nazaj, sem igral še za Šmartno in Ljubljano in to je bil tisti trenutek, ko so 3 klubi dejansko propadli. Ljubljana, Mura in pa Olimpija. In je bilo 70-80 igralcev na cesti in ni bilo drugega, kot da nekdo prevzame štafetno palico in da ustanovi sindikat. In naša ustanovna skupščina konkretno so bili vsi igralci, so prišli nekateri s kombi, nekateri z busi, se spomnimo v bivšem oziroma občinski stavbi na Viču, je bila polna dvorana, žal nismo povabili nobenega novinarja, nobenega fotografa, kljub temu, da je bila polna zasedba, naša ustanovna skupščina, nimamo niti ene fotografije. Toliko smo bili vpleteni v to organizacijo, da noben niti ene fotografije ni naredil, kar je malo žalostno, malo smešno, ampak ja. In takrat je obstala ta Niso še bili taki pametni telefoni, takrat to morate povedati. Nekaj je bilo, pa saj bi se dal. Ampak enostavno smo bili toliko zakopljeni v problematiko, v angažiranje igralcev in takrat je bil ta pritisk in tudi ta solidarnost največja, ker so na svoji koži in koži svojih kolegov občutili, kaj to pomeni, če enostavno ostaneš brez enoletnega zaslužka in tudi brez kluba. To je bila tudi velika škoda za slovenski nogomet. So padale z licenciranjem. Licenciranje je bilo zelo strogo, če nisi izpolnil obveznosti do odvisnih oseb, do vsake osebe, nisi pridobil licence in takrat pač je bilo to tudi neko zelo priročno orodje tistih tedanjih vodstvenih kadrov, da se vse zadeve v bistvu tudi vključno z računovodstveni izkazi zbrišejo, tako da še zdaj ne vemo, kaj vse se je dogajalo v teh klubih, da je prihajalo do takih dolgov. Zdaj, omenil si licenciranje. A nam lahko razložiš, kaj pomeni licenciranje generalno in kaj pomeni potem v odnosu do igralca zadeva? Ja, licenciranje ima postavljene določene roke, kjer obstaja več kriterijev. Eden izmed njih je tudi finančni kriterij oziroma kriterij izpolnjevanja obveznosti do odvisnih oseb, ki je za nas v bistvu najbolj pomemben. So še drugi kriteriji, ki pogojujejo določene kvalifikacije, infrastrukturne kriterije, računovodske. Ampak ja, klub je zavezan pripraviti to poročilo, ga predati licenčni komisiji oziroma licenčnim organom, ki potem presoja na podlagi poročila revizorja. Tako da revizor je tista oseba, ki oceni, kaj je upravičeno, kaj ni upravičeno, in potem poda neko mnenje. Komisija to pregleda in če ugotovi, da določeni kriteriji niso izpolnjeni, pozove klub k dopolnitvi. Če klub ne reagira in ti kriteriji, ki so nekateri obvezni, nekateri so pač malo bolj soft, če se ne izpolnjujejo, potem podeli oziroma ne podeli licenco. V našem primeru to pomeni, da se klub, če ne pridobi licenco, vrne v najnižji rang tekmovanja. Če ne izpolnjuje našega, ampak je pa tudi mednarodni nivo. Ja, so različni pogoji zdaj. Ti se lahko prijavljaš tudi za evropske tekmovanje in potem so ti kriteriji seveda strogi. Zdaj so neki vmesni termini, različni termini so tudi glede na rang tekmovanja. Prva liga ima 31.3., tisti dan D, druga liga kasneje. Te pogoji so se tudi malo rahljali oziroma spreminjali v času covida, ker je bila pač izredna situacija. Ampak ja, gre za neko uravnilovko, neko zagotovilo, da klub, ki je dobil licenco, ima zagotovljene oziroma izpolnjuje te pogoje, ki so bili postavljeni. So pa vsi klubi, vključujoč tretje ligaši, pod licenco? Se razširja, najprej so veljali za prvo ligo, za drugo ligo, zdaj in to se zdaj širja. Interes je, da vsi, ki so subjekti v nogometu, imajo neke vrste licenčni postopek. Koliko let pa je zdaj licenciranje v Sloveniji? Ste vi starejši kot licenciranje? Koincidiralo je z propadom teh 3 klubov. 2-3 je bil prvi. Prehoda na neko urejenost je bila vpeljava tega statusa poklicnega športnika, ki je v davčno-pravnem pogledu skoraj izenačen z statusom samostojnega podjetnika, leta 1998, zato da se uredi, da pride neko normalnost, neko sledljivost, neko sposobnost nekoga od zunaj, da preverja te denarne tokove. Je pa res, da ta status je bil kot neke vrste izhod v sili, se pa žal ali pa sreče, odvisno koga vprašate, ohranil še do danes, kar nam omogoča, da za neko precej blažjo obremenitvijo davčno igralcem
zagotovimo više neto izplačila. To ne govorim zdaj o prispevkih, ki so tudi sorazmerno visoki lahko, niti o dohodnini, ampak če si, na primer, samostojni podjetnik, do 100.000 evrov ti lahko uveljavljaš normirane stroške v višini 80% svojih prihodkov. Kar pomeni, da če bi, na primer, nogometni klub Maribor se odločil, ali Olimpija, igralcu izplačati 100.000 evrov bruto, se pravi bruto obrnitev za klub, je neto izplen igralca lahko tudi 80 plus. 1000 evrov. To je neprimerljivo z nekimi rednimi delovnimi razmerji, kjer pa smo mi žal v tej primerjalno-pravni analizi na zadnjem, ali pa na predzadnjem mestu. Konkretno, če v Sloveniji hočete po trenutno veljavni zakonodaji za zaposlene v podjetjih izplačati nekomu 100.000 evrov neto, plačate, oziroma klub podjetje plača 294.000 bruto. V Nemčiji primerljivo za 100.000 evrov neto nekemu igralcu, če govorimo o konkurenčnem vidiku, je 100.000 evrov neto 177.000 evrov bruto. Se pravi, razlika za enakega igralca, isto plačilo, med nemškim klubom, ki je v bistveno bolj gospodarsko razvitem okolju, z bistveno več gledalci, navijači in pa tudi bistveno večjim sponskim potencialom, je 120.000 evrov več treba plačati igralcu v Sloveniji zaradi sistema, ki ga imamo. Mislim, da so Norvežani tam nekje, Hrvati sicer so tudi primerljivi, nimajo take obremenitve, ampak mi s Hrvaško pa v določeni meri Češko in pa Poljsko smo edine države, ki imamo še ta status poklicnega športnika. Vse ostale države imajo pogodbo o zaposlitvi, kar ne pomeni, da v Sloveniji tega ni možno narediti. Mi smo naredili standardno pogodbo zaprtega tipa, ena redkih držav na svetu, ki ima tak sistem, kjer igralec in klub izbirata ali skleniti pogodbo o zaposlitvi ali skleniti pogodbo za status poklicnega športnika. Žal v praksi je tako, da v 97-98% primerih se sklene pogodba civilnopravne narave z tem statusom poklicnega športnika. Ampak da bi se mi temu uprli v smislu zaščite pravic, smo mi te pogodbi glede pravice in zaščite, ki jo igralec uživa preko sindikata, skoraj izenačili. Razen tega davčnega aspekta in pa plačila prispevkov, ki ga mora izvesti igralec, sta glede statusnih pravic obe pogodbi skoraj izenačeni. Hotel sem to še malo za nazaj vprašati, pa bi potem mogoče še tu ene zadeve, ki me zanimajo, tudi vprašal. Prva zadeva je, kdo načeloma diktira način licenciranja? A je to posamezna, se pravi, pri nas nogometna zveza, a je to strani države, a je to strani FIFA ali pa UEFA? Kdo diktira, kako se to... Izključno UEFA. Izključno UEFA v Evropi. Potem pa so... Nacionalna zveza se pa samo odloča, tukaj nima možnosti izbire, ko gre za evropske tekmovanja. Če gre za klube, ki nastopajo v evropskih tekmovanjih, to licenciranje za te klube je obvezno. Se pa sama država odloča, do kakšne mere bo to izpeljala in pa koga bo zavezala na nacionalnem teritoriju. In tukaj so bili mi eni prvi in neki začetniki na področju vzhodne Evrope in smo tudi po mojih informacijah inštruktori za ostale države. Imaš pa Srbijo, ki je šele pred kratkim v polnosti uveljavila ta licenčni sistem. Odvisno od države. Ker zdaj, ti si rekel, nisem dobil izplačila, ko sem igral po neki normalni poti. Ampak ti na eni strani imaš aktivno pogodbo, ki jo imaš doma, se pravi, ti si podpisal z klubom. Ker smo se prej pogovarjali, da če ti klub ni dal dovoljenja, nisi mogel prestopiti. Na drugi strani pa ni bilo sledljivosti, kako si ti prejemal denarja. Je to sploh možno? Prej ni bilo. Prej brez tega statusa, brez teh pogodb, deponirane pogodb, sistem licenciranja ne bi mogel zaživeti. To je bil predpogoj. Ampak če dam eno primerjavo, oziroma kako je to izgledalo zelo pokmečko, jaz sem bil na Olimpiji, nisem evra prejel, na primer pol leta. Hodil sem prestopiti na Portugalsko. Ampak pogodbo si pa imel ti z Olimpijo? Pogodbo sem imel z Olimpijo. To je zdaj bo smešno, da se zgodi. Ko sem hotel prestopiti, jaz sem imel nek rok, do katerega lahko prestopim, brez plačila odškodnine, ker sem tako pogodbo podpisal. Ja, ker zdaj, drugi del je pa, ko sem hotel vprašati, ko mi gledamo danes, status nekega zaposlenega v firmi,
V kakšnem razmerju sploh, ko govorimo o teh SP-jih, je potem danes, rečemo, nek normalen SP-jevec, če je nek podizvajalec, pa bo, ne vem, firma šla v propad, koliko si prej rekel, v primerjavi, rečemo, če se to zgodi v športnem društvu, ker sta subjekta potem pravna vseeno različna, ne? Ja, ne, tukaj je glavna razlika v tem, da če bi bili zaposleni, bi imeli v primeru propada izplačilo iz jamstvenega preživljanja sklada Republike Slovenije, to je 4500 €. Ampak to bi moralo biti zaposlen v klubu potem. Ja, v klubu. Vse nekateri igralci so bili tudi v primeru propadov, pa zdaj imamo Primorje, kjer je dejansko prišlo spet do tega neljubega scenarija, pa so nekateri bili zaposleni, pa stečajna masa, pa so šli z odvetniki. Ampak v Sloveniji večina stečajev se konča na ta način, da se z tistim, kar se dobi, iztrži iz tega naslova, gre za poplačilo stroškov stečajnega postopka, delavci ponavadi ne dobijo skoraj nič. Iz te težnje je tudi naša zahteva izhajala, da klubi garantirajo, zato ker vztrajajo in imajo ta status SP in tudi nogometna zveza, po nekem garancijskem skladu. Garancijski sklad, ki bi igralce kril, če bi prišlo do insolventnosti kluba. Mi, kljub temu, da smo bili precej uspešni drugje s tem skladom, smo vedno imeli probleme. Od Zavrgla, Simiča, Čeferina do Radeta Mijatoviča, zdaj je celo taka zgodba, da se klubi in sindikat strinjamo, da bomo 10-20 tisoč € vsako leto namenjali za ta sklad, pa je zveza na koncu rekla, ja, mi bomo dali pa 50 tisoč €, enkrat, in ko se ta denar počrpa, bomo spet prispevali v ta sklad. No, mi smo preko FIFA zagotovili zdaj za vse igralce po vsem svetu sklad v višini $5 milijonov vsako leto. Tudi nekaj naših članov se je poplačalo iz obdobja 2015. Prva inštalacija tega sklada je bila za obdobje 2015-2020, se pravi vsi igralci, katerim klubi so propadli, so imeli možnost prositi za izplačilo teh solidarnostnih sredstev preko FIFA. Žal je bilo v prvem valu več kot 3000 prijav, 1100 se jih je upoštevalo in je bilo povprečno izplačilo za igralca 10 tisoč € preko FIFA. Zdaj si vi predstavljate, mi smo imeli igralce, ki so imeli spore dobljene v tujini v višini 400-500 tisoč €, zdaj imamo enega v višini $1 milijon, ker se bojim, da bo klub propadel, pa potem dobiš 10 tisoč €. V bistvu ni veliko. Zdaj od leta 2020 do 2021 so bila izplačila v bistveno višji vsoti, povprečno približno $40 tisoč. In naša zahteva do FIFA je, glede na to, da generirajo par milijard vsako leto, je, da se ta sklad bistveno poveča in bi to dejansko pokrivalo celotni izpad vseh dohodkov, če bi se slučajno zgodil ta neljubi scenarij, v Sloveniji bi klub propadel. Se pravi, mi več v Sloveniji niti ne vztrajamo na tem skladu, ker imamo poplačilo garantirano preko FIFA v precejšnji meri. Bistveno večji, kot bi jo na primer mi lahko zagotovili z nekimi vložki v višini 150-200 tisoč € vsako leto. Smo pa zdaj na zahtevi, da se zaradi tega statusa, ker imamo tudi žal v tem trenutku nekaj klubov, ki redno ne izpolnjujejo svoje obveznosti, da ta sklad garantira rednost izplačil. Kar pomeni, da ko ti staviš račun, ki ima zapadlost 15. v mesecu, moraš 15. v mesecu ta sredstva prejeti. Zakaj je to pomembno? S tem se tudi garantira enakopravnost tekmovanja kot takega. Ker če imaš ti v določeni situaciji klub, ki igra proti Mariboru, naprimer konkretno Tabor Sežana, kjer so vsi z izpolnjenimi obveznostmi, bo čisto drugačna situacija, kot če bi naprimer Maribor igral proti istem klubu proti koncu sezone, kjer polovica teh igralcev ni 3 mesece prejela plače. Regularnost tekmovanja trpi in ti ne moreš povedati in govoriti, da je liga regularna oziroma je enakopravnost tekmovanja zagotovljena, če Maribor igra proti visoko motivirani ekipi, ki je plačana na dan. Po drugi strani pa Olimpija igra čez 3 mesece proti ekipi, ki je na robu stavke, kjer mogoče nekateri igralci namerno ne grejo v duel, ker enostavno mislijo, zakaj bi se pa trudil, če vem, da je sploh vprašanje, če bom do konca sezone dobil denar. In to je bila tudi glavna tema, ko sem jaz igral, dosti klubov je tudi z spodbudami nasprotnikov, bistveno drugače. Ne govorimo o nameščanju tekm, govorim preprosto o preživetju. Fantje so imeli obljubljeno nagrado, stranico mogoče nekega nasprotnika Maribora, ali pa ne svojim konkurenta za prvaka, in so rekli, če boste pa proti nam igrali tako in tako, bomo pa mi ali pa celo zmagali, ampak to je obratno.
Ja, kar precej mahinacije je bilo, Bo nagrada ta igralci prava. niso imeli redna plačila. Ne. Žal. Ne. Ampak preko si o skladu govoril, ne? Ali imajo druge lige v Evropi, imajo znotraj lig sklade, ali je to vsem priletel, tako ko si rekel, strani FIFA in ali je bilo obratno? Ne, UEFA je tukaj, FIFA ni tukaj zraven. To je pač Prej si v FIFA mislim, da govoril, zaradi tega sem rekel. Ja, ne. Jaz, ko se pogovarjam z našimi kolegi v Angliji, glede na njihovo kulturo, rečejo, kaj je to neplačilo. Kako smo prije do neplačila? Če imaš pogodbo, se moraš izpolnjevati. Se ne govorim o tem, da tudi v Angliji ne prihaja do neplačila. Ne? Oni imajo zelo zanimivo odločbo, ki je celo sodišče, kateri je celo sodišče pritrdilo. V primeru pritožil se je pa njihov FURS, se pravi njihova davčna služba se je pritožila, ker je edino za klube v nogometu velja, da je prednost izplačil delavcem pred poplačilom obveznosti do države. In FURS je takrat šel na sodišče, rekli so, kako je to možno, povsod drugje se najprej plača državi, potem pride do plačila vseh ostalih. In sodišče reklo, ker je nogomet specifična dejavnost, ker je kratka življenjska doba, je potrebno in primerno, da se ta odredba oziroma določilo, ki velja znotraj angleškega nogometa, uveljavi in ostane uveljavi. Sklade kot take pa ima Italija, naprimer v Italiji obstaja ta sklad že vrsto let v enem klubu, pa žal naprimer tudi Jasmin Handanović je bil v Mantovi, ki je propadla, pa je preko sindikata dobil izplačilo, ampak tam naprimer je garant in plačnik vseh sredstev izključno nogometna zveza, ker razpolaga zdaj tega denarja ni za vse, je pa naprimer Jasmin dobil več kot 70% tistega, kar mu je bilo dolgovano zaradi propada kluba. Tako da naša intencija je podobna, tudi druge države imajo take sklade solidarnostne, ampak tukaj je interes nogometne zveze in predvsem klubov, da ker smo več ali manj na isti valovni dolžini, da to zadevo v bistvu speljemo. In mi smo zdaj zelo blizu, da mogoče tudi kot prva država pa ustanovimo sklad, ki pa garantira sprotno izplačilo pogodbenih obveznosti. Zakaj je to pomembno? Ker če hočemo zadržati ta davčno nesporen, ampak pravno precej sporen status samozaposlene osebe v športu, velja tudi za trenerje, potem moramo navzven pokazati, da smo zagotovili vrsto drugih mehanizmov, ki varujejo in utemeljujejo, upravičujejo obstoj takega sistema. Jaz, ko se s kolegi pogovarjam z Danske, on meni zelo dobro vprašanje postavil, če sem jaz kot klub zavezan plačati toliko in toliko davkov, zakaj v Sloveniji pa temu ni tako? Pa nas je vedno odgovor, ker klubi tega ne bi zdržali. Ja. Slej ko prej bo prišlo do uveljavitve delovnih razmerij, slej ko prej, to je mogoče vprašanje, zdaj, če bo Evropska komisija pritisnila, ali pa se nekdo spravil, pa bi rekel, znotraj Evropske unije, to je izkrivljanje konkurence, naprimer Hrvaška, če bi imela te, ali pa Srbija, ampak oni tudi izmišljajo toplo vodo tukaj, ker imajo minimalne prispevke in vse ostalo neobdavčeno. Ampak če bi nekdo rekel, Madžarska, naprimer, ali pa Bolgarija, je to povsem upravičeno in bi lahko bila kakšna reakcija s tem Evropske komisije v povezavi s tem, če že ni strani vrhovnih inštitucij. Tako da so pa drugi vzvodi, ki omogočajo, da športniki varčujejo v času trajanja kariere, in mi smo preko Državnega zbora par let nazaj sprejeli zakon o propustitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, ki pa je predvideval vpeljavo delovnih razmerij. Veljalo je samo za vrhunske športnike z mednarodno odmevnim rezultatom. V konkretnem primeru v nogometu to pomeni, da bi se moral uvrstiti v Ligo prvakov, kar naprimer se je celo takrat Maribor je in bi ti igralci lahko investirali v ta sklad, za vse ostale je pa pogojevalo obstoj delovnega razmerja. In če to prenesem naprimer v številke, če bi nekdo prejel 8.000 evrov bruto od kluba, oziroma bruto obremenitev za klub bi bila 8.000 evrov, bi se njegov neto prejemek zmanjšal, bi šel mogoče s 3,5 na 2.700 ali pa 2,5, 2 ali pa 3.000 evrov od te bruto osnove bi šlo po poseben sklad in bi ga potem to čakalo, ko konča kariero. Zdaj, očitki klubov so bili, če vi upeljete ta sistem, kjerga tujca bomo pa mi lahko pripeljali, ker tujca v končni fazi zanima denar. Nekaj ne zanima, kaj se dogaja v skladu, žal. In ko bo tehto med tem ali iti v Slovenijo za 10 bruto, ampak 2,5 na računu, pa 3 na varčevalnem računu, ali pa 6
takoj v roke na Hrvaškem, kaj se bo odločil. Ne. Zelo težko je tudi spremeniti to miselnost pri igralcih, da denar naložen, kjer je obremenitev ob izplačilu v bistvu nižja, tak je bil dogovor, da se potem obremeni v obliki rente. V končni fazi bi bil efektivna davčna stopnja bila mogoče 10%, za razliko od, če si tukaj v najvišjem davčnem razredu, kar športniki večinoma bi bili, saj ti uspešni, je potem 50%, ti 45%, pa 40% bi pa šparal. Zelo težko je fantom povedati, da je to pomembno, da je glavni problem ta prehod v novo kariero, ali so zadostna sredstva za prekvalifikacijo, za neko fazo razmišljanja, ker vsi se znajdemo v nekem precepu, ko končavamo s to aktivnostjo, 2 treninga na dan, tekme med tednom, pa kar naenkrat nič. Je tudi še kar precej dela z naše strani, da fantom poskušamo to dopovedati. Mi uporabljamo bivše igralce, lastne izkušnje, delamo analize, preiskave, brošure, ampak še vedno ni tudi v glavah funkcionarjev dozorelo spoznanje, da je fantom treba tudi na ta način te zadeve predstaviti. Ne samo denar v roke. Koliko je zdaj sploh minimalna profesionalna pogodba, ki zahteva NZS pri nas? Ja, vezana je na minimalno plačo. In minimalna plača, se pravi, mi če to obrutimo, za SP je približno 1200 plus 1300 evrov. Se pravi, vsak igralec, ki hoče biti profesionalec, če hoče klub z njim skleniti profesionalno pogodbo, mora ponuditi pogodbo v tej višini. Ker pač to je zdaj moje razmišljanje. Če ti gledaš, da nekdo, ki je povprečni igralec v Sloveniji, pa igra 10 let, zelo težko pride na, ne vem, 5000 evrov mesečnega dohodka, ampak zdaj večina teh igralcev potem, se pravi, ima minimalne prispevke, ki so plačane, ob tem, da je pač minimalno obdavčen, ampak na koncu, ko konča kariero, pomeni, da bo imel tudi daleč minimalno penzijo, se pravi. Ja, absolutno. In je tu zdaj kar en tak zelo problematičen cikl, kako boš ti, ne vem, 400 evri potem preživljal se lahko, ko boš ti zaključil kariero. Za te igralce je slovenska prva liga predvsem razvojna liga. Večina igralcev takoj razmišlja, niti ne gleda dolgoročno v tem smislu, da bi planirala svoje življenje v Sloveniji, ampak razmišlja takoj o prestopu v tujino. In igra in dela vse na tem, da prestopi. Je se pojavila določena anomalija, hvala Bogu, ker so igralci Maribora zaslužili tudi po $500 000 na leto, ker se je dalo precej dobro živeti in tudi igralci Olimpije v zadnjem času, pa kar nekaj klubov je v preteklosti, ki je precej denarja namenilo za plače igralcev. So ti igralci, če so gospodarno ravnali s tem denarjem, nekateri so si zagotovili neko eksistenco, v smislu nakupa nepremičnin, vlaganja teh sredstev v določene sklade. Je pa večina, rečemo 50%, je pa v taki situaciji, kot si omenil, kjer mi vsakemu polagamo na dušo, ti študiraj zraven, igraj nogomet, pridobi neko poklicno kvalifikacijo, pa se potem odloči, ali boš profesionalec ali ne, v pravem smislu besede, da si 100% angažiran in da res delaš izključno na tem in samo zato, da boš igral profesionalni nogomet. Jaz se včasih zgrozim, ko mladi igralci, tudi iz tega razloga, ker če hoče klub igralca zdržati z njim, mora podpisati profesionalno pogodbo. Pri 15 letih dobijo 1400–1500 evrov, imeli smo tudi primer igralca 6 let starega z 3000 evrov plačajo, 2700 evrov pogodbo, in potem pozabijo na šolo in starši tudi malo izgubijo kompas. In mi takrat delujemo predvsem preventivno, tudi iz tega razloga bomo zdaj začeli sestanke po akademijah, začenši s prvo ligo, pa potem tudi v nižjih kategorijah, da staršem predstavimo vse pasti in selekcijo, brutalno selekcijo v vrhunskem nogometu. Mi smo zdaj mogoče malo subjektivni, ker imamo Handanovića, pa imamo Oblaka, pa imamo Iličića, ampak to so te fenomeni. Tukaj dejansko ne samo, da mora biti fenomen, ampak se mora predvsej teh stvari sestaviti, da potem pride do uspešne kariere. Vse ti najbolj veš, koliko izjemno talentiranih soigralcev so imela, ki na koncu niso dosegli čisto nič. Ja, to je že en zelo star stavek gospoda doktorja Tuška. Če računate, da bo vaš igralec profesionalen športnik ali pa vrhunski športnik, pejte raje loto igrati, imate več šans, da boste zadeli. Približno tako je v vsej tej masi ljudi. Zdaj,
ampak zdaj Spins kot takšen ni samo sindikat za igralce. Vi vključujete zdaj v zadnjih letih tudi, se pravi, profesionalne trenerje ali še koga zraven? Ja, v bistvu, da razložim zgodovino, ko smo se mi ustanovili, smo ugotovili, da kot sindikat nogometašev nikakor ne bi bili reprezentativni za predlagati karkoli vladi. In smo iz tega razloga naredili sindikat športnikov Slovenije. Mi tukaj v teh prostorih nas gosti Zveza svobodnih sindikatov, katere član je sindikat športnikov Slovenije. Tako da, če čisto hierarhično gledano, je najprej sindikat nogometašev Spins na najnižji ravni, potem je sindikat športnikov, v okviru Slovenije je nad sindikatom športnikov Zveza svobodnih sindikatov, ki je najmočnejša sindikalna centrala z 23 članicami v tem trenutku. Če pa gledam mednarodno, je pa sindikat športnikov član EU Athletes, to je združenje športnih sindikatov, ki gravitira predvsem na Evropsko unijo in je že vključen v precej procesov z Evropsko komisijo, z Svetom Evrope, z Evropskim svetom in je tudi vključen v ostale iniciative, ki potekajo v povezavi z dopingom. Sindikat nogometašev je pa srečo, to je naša največja sreča, vključen tudi v svetovni sindikat FIFPro, ki je tudi glavni vir naših prihodkov. FIFPro je pa potem vključen tudi v svetovno združenje športnih sindikatov, World Players Association, sedežem v Lyonu, kjer je FIFPro le eden od več zastopanih sindikatov. Tam je tudi EU Athletes, tam je sindikat rugbija, kriketa, kolesarjev, NBA, NFL, NHL, PA, se pravi vsi profesionalni športi. Tam pa predvsem gravitiramo na to, da poskušamo te kodifikacije Združenih narodov implementirati v šport, ne samo za šport, ampak tudi naprimer v ta bidding proces, ki gre proces kandidatur za največje mednarodno tekmovanje, ker se izkorišča za pranje ugleda teh avtoritarnih držav, kot je Rusija, Katar, itd. Tako da ja, jaz imam pa srečo, da tudi zaradi zelo zgodnjega vključevanja v te organizacije sem dejansko prisoten kot član izvršnega odbora v večini teh organizacij. V Svetovnem sindikatu nogometašev precej časa, že od leta 2007 in od leta 2008, mislim, da v Svetovnem sindikatu športnikov. To je pa naša prednost, ker preko teh poznanstev, predvsem rezultata njihovega dolgoletnega dela, imamo dostop do enormnega števila dokumentov, ki jih lahko kopiramo, prirejamo, prilagajamo in uporabljamo tudi v Sloveniji. Tukaj žal smo malo pred ostalimi in ko poskušamo to zadevo implementirati v Sloveniji, predvsem razvodenimo. Hočeš reči pred ostalimi športi v Sloveniji ali pred ostalimi? Tudi pred ostalimi športi, predvsem v Sloveniji, ampak tudi pri našem dialogu, predvsem z ministrstvi, z olimpijskim komitejem, je tukaj naše znanje, ne bom se precenjeval, precej više oziroma smo bolj kvalificirani za te pogovore, ker enostavno imamo dostop do več materijala. In ko smo se pogovarjali o zastopanju, je nas cilj bil najprej organizirati maksimalno zaščito nogometašev, potem pa te zadeve prenašati na ostale panoge in konkretno v okviru sindikata športnikov smo bili precej uspešni na rokometnem področju, tudi v košarki smo imeli v preteklosti. Dončićev oče bil član našega izvršnega odbora, naprimer, bil je tudi Iztok Čop, pa precej ostalih znanih športnikov. Tako da ja, zdaj smo v fazi, ki smo jo hoteli začeti pred covidom, da bi dejansko diseminacijo naredili te standardne pogodbe tudi ostale panoge, kjer je zadeva milo rečeno, kot je bil nogomet, naprimer leta 2002. Pravi, da bi pod en dežnik dali vse športnike. Ja, tudi neko arbitražo, ker najbolj pomemben korak pri zaščiti pravic ni samo pogodba, ampak tudi nek organ, ki te lahko ustrezno ščiti. Mi imamo to neodvisno arbitražo zdaj, tako kot mora biti, nekaj let. Mi smo že prej neko primerljivo strukturo. Druge panoge pa tega nimajo. Tudi pod dogovor je bil, da se načeloma to naredi znotraj olimpijskega gibanja, kot neko arbitražo, ki je brezplačna, ki bi potem hitro in učinkovito reševala te spore športa, ker mi ne moramo čakati 3-4 leta, da se, jaz na primer sem spor z Domžalami 5 let, preden je nov predsednik prišel, pa smo se potem dogovorili. 5 let je trajalo, da sem jaz prišel in se potem poskušal in se dogovoril potem z Domžalami. Jaz sem vedno, jaz moram to povedati, do točke skoraj dobil vse, kar mi je bil katerikoli klub dolžen.
tudi če nisem igral. Sam si skoraj ko Ali 5 let brez boksa bil, kaj? No, v glavnem, v nogometu smo pa to zadevo razširili na trenerje. Moram povedati z zadovoljstvom, da smo mi edina država na svetu, ki ima zaprte pogodbe za trenerje, ki trenerjem garantirajo popolnoma enake pravice kot igralcem. Čeprav igralci imajo tukaj neko slabo točko, da se bistveno manj časa lahko ukvarjajo za svojo profesionalno aktivnostjo, za razliko trenerjev, smo nekako dosegli odgovor s klubom in z nogometno zvezo, da se ta standard aplicira v tem trenutku sicer samo za prvo ligo, in za načeloma tudi drugo ligo, za profesionalne trenerje prvih ekip članskih pogonov. Je pa tudi naš cilj, da se v dogovoru s trenersko organizacijo, katere predsednik je zdaj Bojan Prašinger, ki je tudi naš član izvršnega odbora, se pa z njim dobro sodelujemo in se treba samo dogovoriti, kaj to pomeni za tiste s polprofesionalnim statusom, tudi v prvi slovenski. Jaz sem se včeraj pogovarjal z enim delavcem novega pokalnega zmagovalca FC Koper, je rekel, da v mladinskih kategorijah niti enega profesionalnega trenerja nimajo več. Tako da je to modaliteto treba zajeti in ugotoviti, kaj je pa zdaj primerno za neko urejanje teh različnih statusov, ki jih imajo ti trenerji, ki se ukvarjajo predvsem z nižjimi klubi oziroma z mladinskimi kategorijami. Zdaj, mi dva prvi pol čas smo odigrali, nisem te hotel vmes v tehle. Tako da čas nama dober gre, jaz imam en kup vprašanj še, zraven me zanima. Ampak zdaj, ko vse to ti govoriš, meni se poraja pač vedno tako malo vprašanje. Zdaj, če mi gledamo, spin se potem postavlja nekje in poskuša vse tri pravne določila, mogoče je to najboljši izraz, ki ti jih na eni strani da država, na drugi strani nogometna zveza, na tretji FIFA, UEFA, na četrti Olimpijski komitej Slovenije. Zdaj, ti izgledaš zdaj znotraj, ker vsak ima neka svoja pravila ali pa regulative, da jih potem predstaviš igralcem ali trenerjem, tudi ko so zraven, zato da bo igralec šel pravno ali pa pravično skozi svojo kariero, lahko pa tudi zasluži tisti svoj denar, ki mu pripada. Ja, mi tukaj delujemo kot neke vrste katalizatorja. Jaz si videl, koliko časa sem videl zdaj porabljati, da sem jaz osnovne stvari razložil. Pa še nismo vseh osnovnih razložil. Pa si ti nekdo, ki je precej seznanjen z vso problematiko, si ti predstavljaj, kako naš sestanek poteka, ko imamo mi 1 uro, ali pa tudi manj, pa dobimo enega 18-letnika, pa mu poskušamo to razložiti. Ker to, kar si ti rekel, ne vem, zdaj v mladinski šoli ni nobenega profesionalca v Kopru. Zdaj, nekaj bi jih še ne bilo, večinoma imajo pa zelo podoben status, kot pač imajo statusi igralci. Tudi jaz kot trener sem delal, ne vem, kot nek SP, prvo na nogometni zvezi, kot neka tropartitna pogodba bila, potem v Celju sem delal samo kot trener, se pravi pač SP športni delavcev ali delavcev v športu, ampak velja isto tisto, kar sem prej rekel. Jaz, če bi danes še vedno bil na tem, verjetno jutri, ko bi imel izplačilo za pokojnino, bi bilo, da ne vem, kje bi živel, verjetno pod mostom, ker ne bi mogel si elektrike plačati danes več. Zato me zanima tudi, ker jaz sem vmes pač spremenil profesionalno kariero, sem pa še vedno popoldanec, še vedno imam pogodbe, še vedno pričakujem izplačila na nek datum in vse ostalo. Kako je pa res pa glede vsega ostalega urejeno? Se lahko tudi jaz potem kot popoldanec oglasim pri vas, pa prosim za neko pravno svetovanje pa pomoč. Mi do pred kratkim nismo nobenemu nikoli obračali na hrbte. Zdaj smo žal sprejeli, pač to je bila posledica pravic, ki smo jih dogovorili z zvezo, da dejansko je predhodno treba razmišljati o tem, da boš sindikat rabil. In je treba plačilo izvesti, potem pa klicati, pa najprej klicati, pa vprašati, mi lahko pomagate, pa jaz bi rad šla. So pa naša vrata po statutu načeloma odprta trenerjem in tudi ostalim delavcem. Me zanima zaradi tega, ker zanima me, ker se pravi sindikat profesionalnih igralcev, To je ime, ker je bilo v začetku, zdaj govorimo o imenu. Naš statut je že nekaj časa, bi morali pa dodati trenerje, pa bi morali dodati odvisne osebe. Ja, razumem. Povezane osebe, ampak v osnovi ta sindikat je koncipiran na ta način, da bi bil
v najbolj optimalnem scenariju vse obsegajoč. Se pravi, se lahko včlanijo tudi amaterji? Seveda se lahko 100 evrov članarina, letni ravni, kjer je solidarnostna pomoč, vsa pravna pomoč, vsi stroški povezani z izterjavo, z pravnimi stroški so vključeni, poleg vseh starih stvari, ki jih ponujamo, mi so ponujali igralcem izobraževanja, mentorja, gale, treninge za strošek. Vsak novi član je za nas strošek. Se pravi, ti dobiš 100 evrov, nas postaneš lahko 3000 evrov. Že v osnovi nastane vsak 500 evrov, glede na storitve, ki jih izvajamo. Tako da tukaj se normalno pojavlja vprašanje glede na paleto, ki jo ponujamo in ki delamo, od izobraževanja, od dopingu, stvari, ki bi načeloma morale biti, ali pa so v drugih državah, izvajane strani zveze in tudi financirane. Se pojavlja vprašanje, mi vse plačujemo, vse delamo, od evra, niti evra pa od našega nastanka nismo dobili, niti od klubov, niti od zveze. Se pravi, vse igralci sami financiramo, kar ni prav. Dam za en primer, tudi neobstoj garancije sklada. To ni pomenilo, da mi našim članom nismo dajali solidarnostne pomoči. Mi smo 240 000 evrov namenili, še več, za poplačila neizpolnjenih obveznosti strani klubov. Mi smo posojali denar klubom. To se tudi spomnim. Mi smo odpisovali denar klubom. V tem trenutku je, na primer, Drava nam dolžna 70 000 evrov, ker smo dali 70 000 evrov nogometnemu klubu Drava, zato da je izpolnil obveznosti igralcev, da dobi licenco, da je sploh obstal, drugače bi izpadel. Jaz sem moral spomnim se živo, pomočniku trenerjev, ki ni pristal na nek dogovor, sem moral dati v žep na bencinski pumpi kuverto našega denarja, da je potem klub dobil licenco. Se pravi, mi gremo en korak in še več, zato da zagotovimo obstoj klubu, ker vemo, da je najslabše, se lahko zgodi, da klub propade. Je pa zelo zanimivo, da pač nikoli niso bili deležni neke finančne pomoči, niti nas niso vprašali strani nogometne zveze, ali bi mogoče sindikat kdaj potreboval denar. Mi smo, na primer, za promocijo nogometa naredili galo nekaj let nazaj, zelo odmevno v Operi z Planetom TV, v prisotnosti 600 obiskovalcev, ki je sestala 120 000 evrov. 120 000 evrov je sindikat dal brez našega dela, samo stroškov, plačila stroškov, da je izvedel nekaj, kar da zadostno in primerno priznanje delavcem v športu, se pravi nogometom, nogometašem in trenerjem, zato da bi potem celo bili v stanju, v situaciji, da smo morali prositi predstavnike nogometne zveze, da so se gale sploh udeležili. Kak je pol zdaj odnos, rečemo, Spinsa v sodelovanju z na eni strani državo, na drugi strani pa z nogometno zvezo? Z državo v določenih trenutkih je bilo odlično, zadnja vlada je bilo katastrofalno. Zadnja vlada je promovila evropski model športa, pa sama ne ve, kaj to pomeni. Ministrica je Kusičeva bila prva in edina ministrica za šport, ki se z nami ni sestala. Ona je vedno govorila, jaz se pogovarjam izključno z Olimpijskim komitejem, ker Olimpijski komitej predstavlja šport, kar je pa daleč od resnice. In je enostavno se izognil na katerem koli sestanku. Mi smo imeli sestanke z direktoratom, ampak vse skozi je bil dogovor, ko smo predlagali določene stvari, reimplementacijo tega zakona o prepustitvenem zavarovanju, ki je bil vmes odpravljen, pa ostale stvari povezane z zakonom o športu, pa enostavno ni bilo nobenega dialoga. Bil pa je v preteklosti, pa je bilo zelo zanimivo, ker mi smo... Pa ste vi sodelovali pri tem zadnjem zakonu tudi? Mi smo dali kar nekaj določil v povezavi z implementacijo pogodbe o zaposlitvi, ampak posod je bilo, da se posebnosti športa in posebno ureditev športa dovoljuje, če je predvidena z veljavno kolektivno pogodbo. In mi smo ta članek napisali, mi smo ta del zakona pripravili. Žal pa je v procesu usklajevanja izpadlo, če je dogovorjeno za veljavno kolektivno pogodbo, kar pomeni, da smo mi edina država v Evropi v vseh kategorijah delavcev, kjer imamo za športnike in zaposlene v športu, če imajo pogodbo o zaposlitvi, pogodbe za določen čas, ki so menedžerske, se pravi, se 90% določb zakona o delovnih razmerjih lahko ignorira in predvidevajo pogodbo za določen čas v trajanju 5 let, ki se lahko veriži do 10 let. Jaz sem bil 2krat v Bruslju za namenom, da se državo sankcionira iz tega naslova, ampak Evropska komisija so vlade. Evropska komisija je rekla, mi jih lahko opozorimo, vi pa v vsakem primeru lahko sprožite oziroma podate pritožbo na Evropsko komisijo, ki se poreši v 7, 8, 9 letih. Mi prav zelo sebičnega razloga nismo izpodbijali veljavnost tega zakona pred ustavnim sodiščem, ker vsakemu zdaj lahko pokažemo, poglejte,
mi govorimo o demokraciji v Sloveniji, ne pogledajte zakon o športu, pa kaj piše noter, kaj velja za profesionalne športnike in pa športne delavce. To je za nas tak zelo enostaven in jasen dokaz, koliko še Slovenija zaostaja za neko normalno demokracijo. Jaz pravim celo, da jaz vedno gledam urejenost države skozi ureditev v športu. In tukaj smo mi katastrofalni. Če dam za eno primerjavo, če govorimo o SP-jih, država kulturnikom, 3-4 tisočim, ki dosežejo nek rezultat, odpiše te prispevke, oziroma prispevke plačuje na mesto njih. Niti enemu športniku država nikoli ni plačala prispevkov. Kulturi, ki ima 10-krat večji proračun, pa se pa stavkajo, vsem važno, hvala Bogu, da vladajo svoje pravice, pa daje toliko. Pa ne samo to, država ima nek usporeden sistem zaposlitev v športu preko ministrstev, približno 100, 110, odvisno 130, vsako leto to malo varira. Vrhunskih športnikov trenerjev je zaposleno v državni upravi. Ampak zaposleni so samo v individualnih športih. Niti en športnik, glede na rezultat, naprimer rokometne reprezentance, ki so bili, pa košarkaške reprezentance, nikoli ni bil zaposlen strani države, da bi država naprimer na ta način mogoče lahko pomagala klubu, če bi ta igralec igral naprimer v Sloveniji. Problem je, če igra v tujini. Tako da je tukaj zelo dvolična, predvsem zaradi tega inferiornega odnosa do vseh kolektivnih športov, ki je nek vladal skozi zgodovino znotraj Olimpijskega komiteja. Olimpijski komitej je vedno bil, mi smo za individualne športe, kolektivni športi se ne poznate, kako vejo. Tu mogoče jaz lahko samo rečem to, da prek teh tripartitnih pogodb, se pravi, se je zaposlovalo trenerje tudi. Ampak je pa res, da rečemo, jaz nisem nikoli mogel razumeti, zakaj je določen športnik lahko zaposlen v vojski pa v policiji, izključno iz individualnih športov, iz moštvenega športa, jaz še tega nisem videl. Pa če gledamo zdaj, ne vem, risi so se uvrstili, da nama rekla sam nogomet, so se uvrstili zdaj spet v elitno skupino. Odbojkari redno so zdaj so bili tudi v tej svetovni ligi, celo letos zasluženo, absolutno, vemo tudi, dokam so pergurali, košarka, olimpijske igre zadnje in še kaj. Se pravi, tudi ekipni športi v Sloveniji, kljub majhnosti, zelo dobro predstavljajo državo. Jaz pogrešam mogoče, zato sem vprašal, da bi država malo več dala zraven za promocijo, ker se pa zelo dobro promoviramo skozi šport. Seveda. Tukaj je kar veliko vprašanj strateške narave, ki jih je potrebno nasloviti. Eno od razlogov, zakaj se to dogaja, je, ker te športnike zelo dobre, individualne, ta država in pa Olimpijski komitej drži v šahu. Ker oni takoj, ko imajo slab rezultat, vprašanje, ali bojo zdržali zaposlitev ali ne. In tudi mi, ko se pogovarjamo s temi športniki individualnimi, je predvsem to, kaj pa veš, jaz sem zdaj zaposlen, kaj se bo pa zgodilo. In to je tudi ena vrsta discipliniranja športnikov, da se ne upirajo sistemu. Bistveno lažje bi se pogovarjal z Rogličem ali pa s Mohoričem, glede pritiskov, ker so finančno neodvisni in nevezani na trenutno politiko. Večina, naprimer, pogledajte, kaj se je zgodilo z enim od skakalcev, ko se je uprl v sistemu in nekaj povedal, je bil discipliniran, pa smo mi ponudili pomoč, pa ni sprejel, ker je vedel, če se bo upiral še nadalje, ne bo nikoli več skakal. Ne bom zdaj omenil. Ampak poznamo tudi zgodbo za Matejo Svet, za sponzorji s tem poolom, ki je bil zelo uspešen, ampak samo za določene športe. In tukaj je potrebno zagotoviti transparentnost, potrebno je zagotoviti tudi vire financiranja, ki so dostopni drugim državam, konkretno govorim tukaj o nekih koncesijah za loterijo oziroma za stave. Zdaj vsi govorijo o negativnih učinkih stav, pa se vsak z VPN-om lahko stav kjerkoli v tem trenutku. Problem je samo v tem, da slovenski šport od tega stavca nima ničesar. Niti država, niti slovenski šport. Tako da bi se ob nekem normalnem dialogu z državo, ki upam, da znova, zdaj imamo novega ministra za gospodarstvo, turizem in šport, se bo vzpostavil in se te mehanizme, ki so preizkušenje, bo apliciralo v Sloveniji in se tudi mogoče individualnem oziroma kolektivnem športu omogočilo, da zajame sapo in da pluje in surfa na tem valu množičnosti, ki naprimer za nogomet, košarko, odbojko, rokomet obstaja. Ali pa hokej. Ok, gremo na naslednjo zadevo, ki bi jaz želel mogoče, da, ko si rekel, težko je včasih nekomu predstaviti, kaj mi vse počnemo. Se pravi, igralci, koliko je to nekih pravnih mehanizmov zadaj, ampak v primeru, da sem jaz zdaj igralec, se včlanim v SPINS in imam zdaj, potrebujem
pravno svetovanje, ki ga vi pač meni pravno pomoč nudite, ne? Kaj to pomeni? Kje vse bom jaz dobil pomoč glede, kje lahko sploh potrebujem? Se pravi, kje so te osnovni spori, ki jih bom potreboval? Zdaj, odvisno, če govorimo o igralcu, ki je v tujini, ne, mi v osnovi pokrivamo samo slovenske igralce, ki igrajo v tujini. Nam rekel, da obračamo hrbet, imamo tako politiko, da zastopamo samo slovenske igralce v tujini, oziroma tudi tujce, če igrajo v Sloveniji. Ne more biti zdaj nek tujc, ki se na nas obrne, ker naprimer, mi pomagamo enemu igralcu in rešimo zadevo, pa imaš 10 igralcev drugih iz Kitajske, ki hoče preko nas uveljavljati svoje interese. Mi tega ne delamo, ker potem bi bili zasuti s primeri in to ni naš. Ja, ampak zdaj govorimo mi dva, se pravi, je slovenski igralec, ki potrebuje, se pravi, pravno pomoč. V precejšnji meri, vsaj v nogometu, za razliko od ostalih športov, ker tega še nimamo, s tem standardiziranim vzorcem pogodbe, kjer se samo 2 člena lahko spremenita, je v precejšnji meri zaščiten, brez da bi nas klical. Od tega, da se ga ne sme diskriminirati, da so omejitve glede višine kazni, ki jih je lahko deležen, do tega, da ima pravico do izkoriščanja javne podobe, da ima pravico do drugega mnenja, da ima pravico do rehabilitacije tudi po izteku pogodbe. To je vse noter zajeto v tej pogodbi. Ampak če pride do kršitve pogodbe, ima 2 poti, odvisno, če je samo neplačilo obveznosti, je nekak standard, ki ga FIFA postavlja, da 30 dni klub lahko zamuja. To je postavljeno tudi zato, ker ta kazen za kršitev je prekinitev pogodbe, ki igralcev lahko prenese tudi odškodnino v višini preostanka pogodbene obveznosti. Tako da on, če 30 dni klub zamuja z izplačilom, lahko pošlje opomin z 10-dnevnim rokom za izpolnitev. Če klub niti v tem dodatnem roku obveznosti ne izpolni, ima možnost ali prekiniti pogodbo in preko arbitraže zahtevati preostanek pogodbe v celoti, plus sankcije, ki se žal še ne implementirajo, ali pa preko disciplinskega sodnika nogometne zveze preko hitrejšega postopka, ker se ne ugotavlja spornost oziroma nespornost terjatve, zahtevati izplačilo pod pogojem, da če se izplačilo ne izvrši, klub je deležen, odzema pik, denarne kazni, odvisno zdaj, koliko je. Tako da sta ta dve, on lahko te 2 poti lahko prekine pogodbo, lahko pa terja samo izpolnitev pogodbe. In to mi delamo od opominov do samega začetka postopka in vodenja postopka, vključno z arbitražo, če pride do arbitraže z odvetniki, ki jih imamo na voljo. Tako da mi tukaj igralcev v Sloveniji sami ne zastopamo, zastopamo pa jih, ker pač je konflikt nekih interesov, mi ne moramo zdaj hkrati predlagati arbitra pa tudi zastopati igralce kot sindikata, ker ta arbitraža konkretno, ki presoja spore, je sestavljena od 9 arbitrov, je 6 predlagov sindikata, vključno za predsednico. Tako da tukaj je nepristransko zagotovljena. V primeru mednarodnega spora pa mi prevzamemo zastopanje in tam je varianta na prvi stopnji FIFA in na drugi stopnji KAS. In mi smo od naše ustanovitve zastopali več kot 350 igralcev pred mednarodnimi arbitražami in moram povedati, da razen enega spora smo vse dobili. Pa še ta spor je bil, igralci bil zaradi dopinga, v bistvu tukaj je izgubil. Tako da mi tudi, ko svetujemo, mi moramo biti sami prepričani skoraj 100%, da bo igralec pač uspešen. Drugače mu zadevo odsvetujemo oziroma predlagamo neko mediacijo, nek dogovor s klubom. Okay. Prej si omenil, rečemo, enaka pravica do treninga, če tako rečem. Zdaj, pri nas je, ali pa jaz poznam neki primerov, kjer je klub želel prekiniti pogodbo, pa igralec ni želel zaradi tega, ker ni imel dovolj časa, da prekine ali da poišče nov klub in je želel še pol leta nadaljevati. Mu pa klub omogoča, da se pravi, mora priti pravočasno na trening, biti pripravljen za trening, ampak ko gre na igrišče, pa ne trenira ali z ekipo, ali pa stoji zraven, ali teče kroge, ali karkoli od tega. Kako se sankcionira ali pa kako se lahko igralec obrne na pravno pomoč glede tega? Zadeva je zelo jasna. Kjerkoli nekdo tretji, ki spremlja trening, opazi razliko v tretmaju igralca, ki ni neposredno povezan z nekimi taktičnimi uigravanji dan, 2 pred tekmo, gre za diskriminacijo, gre za mobbing, gre za šikaniranje, ki ne samo, da je prepovedano za našo pogodbo, ampak je tudi v Sloveniji kaznivo dejanje. In mi vedno na lep način poskušamo klub opozoriti,
Ponavadi po 2-3 intervencijah se klub spametuje in se probajo in se dogovorijo ponavadi. Tam je primer nekaj igralcev v tem prestopnem obdobju je bilo soočeno s takim pristopom, tudi en od bivših članov reprezentance slovenske, je dobil en dopis kluba, kjer so mu rekli, ti treniraš ob 7 in ob 3 sam, ker nisi dovolj fizično pripravljen. Čeprav je ta fant najbolj pripravljen posameznik v tem klubu v tistem trenutku bil. Tako da to je povsem jasno. Dostikrat pa igralci, mi smo zdaj jim izrecno prepovedali, da se tega grejo, sami pristanejo na tak odnos, češ se išče novi klub, agent mi je obljubil, da mu čez 14 dni pa en teden podpisal novo pogodbo in s klubom sporazum prekinil. Problem se pojavi, ko do tega dogovora ne pride. In ta igralec pa nas pokliče pa reče, jaz sem zdaj 14 dni sam treniral, zdaj hočem priti pa nazaj. In pa klub pravi, pa si sam pristal na to. Se ti nismo mi rekli, si ti rekel, mi smo ti predlagali, ti se s tem strinjal. In če je implicitno soglasje igralca, potencialno do teh posebnih primerov lahko pride. Drugače sta pa 2 izjemi, kjer se klub lahko drugače obnaša do igralca. In to je v primeru disciplinskega postopka, če obstaja disciplinski postopek, kjer je izrečen suspens ali se zadeva še čaka na obravnavo na arbitraži znotraj kluba, ali pa postopek rehabilitacije. To sta edini 2 izjemi od posebne in drugačne obravnave katerega od igralcev, od ekipe članske, se pravi prvega moštva. Tako da je pa tisto, mi smo zelo presenečeni, da smo naredili enega igralca, ki je rekel, meni je super. Jaz imam en trening, jaz sam treniram, grem domov, v soboto pa nedeljo sem prost, ker ne grem na tekmo, dobro pogodbo ima, tako da včasih je zadeva zelo, zelo čudna. Jaz, na primer, tudi, ko sem bil v Nemčiji, je prihajal en igralec, jaz sem bil tam en teden, pa je tam samo preoblekel, je tam svojo odlaufal, je šel nekaj v fitness in se vprašal, kaj se pa z njim dogaja, ja, ono pa še delite pogodbo, pa je mu čisto v redu, da je tako. Imamo igralce v Premiershipu, ki so znani žurerji, ki imajo 5 milijonov funtov na leto, klub na nekaj računa, pojavijo se na treningu, ampak v prostem času pa delajo, kar hočejo. In sploh ne zanima, da bi igrali. To so te anomalije, ki jaz rečem igralcev, sploh v Sloveniji, tudi če dobiš zdaj 3.000 evrov, pa 4.000 evrov, pa treniraš sam, če pol leta ne boš igral, vprašanje, če boš prišel nazaj. Zdaj vidimo v primeru Djokovića. Djoković ni par turnirjev spustil, on da pol leta, da smo pride na isti nivo, da bi lahko bil konkurenčen ostalim, ki so v tem trenutku igrali. Sploh pa mladi igralci, mladega igralca ne razumem, se je to klub izkoriščal s pridom. Igralcev tudi rečejo, naprimer, v obraz, pol leta ne boš igral, boš treniral normalno, vse, pa pol leta ne boš igral. Jaz tudi klubom in igralcem polagam na dušo, tudi če nekdo pove izrecno, da iz tega in tega razloga, ki ni povezan s tvojo kakovostjo, ne boš igral, to je kršitev pogodbe. Sicer je izjemno težko dokazati, ampak imamo primer v Švici, kjer je Ludi Čiro Blažević, en igralec, rekel Sionu, neću da te vidim, veš, gor dol, ne boš nikoli igral, in tudi en nov predsednik je bil takrat, in je sodišče reklo, da je to kršitev pogodbe. Ok, ampak zdaj na drugi strani vi ponujate tudi izobraževanje za igralce, kar glede na stanje, v katerem se igralci znajdejo, bi velikokrat potrebovali neko svetovanje ali izobraževanje. Katera vsa izobraževanja vi ponujate tu znotraj, zato da bo igralec lažje plaval v tej mašnjavi? Konkretno je bil v preteklosti, še vedno obstaja ta iminentna nevarnost nameščanja tekem. Imamo aplikacijo, kjer vsak igralec sprejme posebno kodo, kjer on anonimno lahko prijavi preko te aplikacije pristojnim organom poskus, pristop nekoga, ki od določenega igralca zahteva, da namesti tekmo. Ali pa mu ponuja denar, da ne igra, da se poškoduje, karikirano. To je ena od stvari. Ponujali smo dolgo časa študij nadaljavo na Danskem, z vsemi certifikati in pa točkami, in priznano izobrazbo in kar nekaj, med drugimi tudi bivših reprezentantov. Fileković, na primer, je zaključil ta študij, mislim, da je preko 30 naših članov zaključilo ta študij, kjer smo mi plačali mentorja in plačali tudi vso gradivo in tudi vse stroške so bili minimalni, smo pokrivali za te igralce. Od izobraževanja imamo
kar precej pogosto sestanke v povezavi z dvojno kariero, z nevarnostmi povezanimi z dopingom. Ne. Tukaj smo tudi sodelovali z našo protidopinško agencijo in vsemi ostalimi stvarmi, ki so od zdaj najbolj pereča problematika, predvsem v zahodnoevropskih državah, je online abuse. Ti naši člani imajo svoje profile na socialnih omrežjih in so deležni, sploh ne moramo opisati kakšnih žaljivk in pa groženj preko socialnih omrežij in to afektira igralca. Normalno, če ti bereš, tudi če si Ronaldo, če imaš, ne vem, 15,000 replyev na objavo, verjetno ne, ampak nekateri pa berejo in to kar precej prizadene, tudi vpliva na njihovo samopodobo. Tako da cel spekter teh aktivnosti je, ki jih izvajamo, vključno za primer družbeno odgovornostjo, pojavnostjo, izkoriščanjem javne podobe, sponzorskimi pogodbami, ki jih izvajamo, je pa problem vse to zajeti. Mi smo imeli neke module po 3 ure eksperimentalno z zunanjim izobraževalnim inštitutom v Gorici, ki so bili zelo pozitivno sprejeti. Ampak problem je te module zdaj umestiti znotraj koledarjev, treningov, tekmovalnega koledarja. Dam za en zelo dober primer naše kolege v Novi Zelandiji, kjer ima vsak klub svojega PDM-a, Personal Player Development Manager. In če ta menedžer reče, naprimer, da imajo 4 igralci izpite, ta klub iz Nove Zelandije, to so tudi All Blacks, ki so najboljši v ragbiju, ne bo šel na priprave ali pa na turnir v Južno Afriko, ker 4 igralci imajo izpite. Zdaj govorim o ekstremnih, ampak tam so vsaka stvar in kaj je najbolj zanimivo, to so predstavniki sindikata, ki so izobraženi na tem področju, ki jih plačuje klub. Ker v interesu kluba more, da ima zdrave osebnosti, da ima igralce, ki imajo čim manj problemov, tudi te narave. Ti imaš lahko nekega soigralca, ki je čuden, ne igra, ne daje maksimum, pa noben kaj se gre, ker se noben z njim ni usedel in se pogovoril. Nekateri klubi tudi to naslavljajo, ampak ni pa nekega programa, ki bi se dejansko lahko apliciral in pa izvajal v vseh klubih. Tudi to je faza. Mi smo 3 leta nazaj že podpisali oziroma pripravili kolektivno pogodbo, ki je tudi to vsebovala. Začeli smo 60-stransko verzijo, pa smo zdaj na koncu s 25-stransko, kjer so vse te podrobnosti zajete, vloga sindikata, pa kaj je problem, mi te kolektivne pogodbe še vedno ne moramo skleniti, vključno z obvezo, da bi na primer igralci, ki so mlajši od 21 let, pa imajo do 2000 evrov plače, imeli pogodbo za zaposlitve. Ne moramo imeti zato, ker preprosto klubi niso sposobni v tem trenutku najti stične točke in se povezati in ustvariti združenje. Mi smo ena redkih držav, kjer klubi nimajo svojega reprezentativnega predstavnika. In jih na dolgi rok tudi klube v bistvu precej tepe, ker se odločitve sprejemajo brez njihovega soglasja. V konkretnem primeru to dela zdaj Nogometna zveza že kar nekaj let. Tako da tudi klubi morajo nekaj narediti, da se ta dialog lahko razvije, da se ti programi lahko izpeljajo, da se zagotovi tudi na primer financiranje strani države, zakaj pa ne, in pa da se stopi na rep zvezi in se reče zveza, se opravičujemo, delodajalci, delojemalci smo se tako dogovorili, ker obstaja tudi drugi scenarij, da se mi z klubi dogovorimo in izključimo zvezo. Kaj je zveza? Če enkrat liga reče, mi bomo imeli svoje organe registrirane, svoj način trženja, je tukaj zveza potem rata irelevantna. To je tudi vprašanje, ki se zdaj poraja na svetovni ravni, ker je naš svetovni sindikat zdaj podpisan pogodbe z svetovnim združenjem profesionalnih lig, žal Slovenije ni zraven, in se bo predlagalo, da katerekoli odločitve ta organ sprejme, se implementirajo znotraj pravil FIFA. Če FIFA tega ne bo hotela delati, vprašanje, a rabimo FIFA. Zdaj pred kratkim je FIFA prekinila pogodbo za EA Sports, FIFA 2023 ne bo. Zakaj se ne bi z nami zmenili? Zakaj ni FIFA Pro EA igra, naprimer? Ja, sej. Pač veliko stvari je tu v zadnji. Glavni problem je pol spet, ko prijemo do teh finančnih zalogajev, ki vemo, da so precej mamljivi za marsikoga. Na začetku, ko ni nikogar blisko, postane malo bolj velika vreča denarja, je pa takoj problem. Če hočemo samo videti, koliko so klubi močni, pogledamo UEFA. V UEFA dejansko tudi, če ima neko idejo imela, da se
na Ligo prvakov vrstijo klubi iz držav, ki imajo najvišji koeficient. Pa so lige rekle, ne strinjamo se s tem in kaj, UEFA ni mogla nič narediti, v konkretnem primeru. UEFA je zdaj včeraj potrdila na skupščini, sicer ne bo velikega, ne bo precej drugače, ampak tista država, ki je najbolj uspešna, v preteklem obdobju lahko potem dobi dodatna 2 mesta, kar je skoraj enako kot koeficient. Ampak vsekakor so klubi izrazili svoje nasprotovanje in je UEFA pač morala jih upoštevati. Ker v osnovi klubi so tisti, ki so nosilci razvoja in tudi najbolj odgovorni za to, da se nogomet igra. Kar pa se premalo upošteva sploh v Sloveniji. V glavnem, ta dinamika bo še zanimiva. Jaz bi vseeno stal tu pri Spinsu. Vi, tako kot si rekel že, imate ta garancijski sklad, solidarnostno pomoč, med drugim pa to smo že pač prej nekako obdelali, ampak vi ponujate tudi treninge za te igralce, ki nimajo kluba. Kako smo ponujali, ste ponujali. In smo bili zelo uspešni, ker smo tudi v preteklosti v povezavi z našim svetovnim sindikatom organizirali turnirje. In ta turnir v začetku je bil sestavljen iz nogometašev Francije, Švice, Nizozemske, Nemčije, Italije, Španije, Portugalske, se pravi zelo močne države, kjer je bila tudi prisotnost teh agentov z teh držav precejšnja. Naši fantje, ko so se prijavljali, to so bili fantje, ki bi brez problema podpisali pogodbe v slovenski prvi ligi. So se vračali iz tujine in so bili zainteresirani imeti nek tak forum, treninge, brez da bi se zavezali za 2000 evrov ali pa 3000 evrov, ker so pač imeli aspiracije višje. Problem pa je bil, ko se je število članov znotraj naše svetovne zveze povečalo in je bil vedno večji pritisk na to, kdo ne bi igral, in je ta turnir, ki je v začetku imel 8 udeležencev, zrastel, oziroma niti ni mogel zrasti glede na format, in se ga je ukinilo. In se je potem šlo neko odigravanje amaterskih oziroma prijateljskih tekem, kjer to število agentov ni bilo zadostno. Tam je primer, ko smo bili parkrat v Amsterdamu, je bilo število registriranih klubov in agentov preko 50. Sprav si res imel možnost, in smo imeli tudi kar precej razgovorov in tudi precej prog, da si z dobrimi igrami potencialno si najde novih gledalcev. In ker je to zvodenelo, ta interes igralcev ni bil več toliko poudarjen. Mi smo na primer v dogovoru z nogometno zvezo omogočili treninge v nogometnem centru z hotelom, plačanim z naše strani, pa smo imeli na primer 5 prijav. To zdaj govorimo o zadnjem obdobju, ali kaj? Ja, 2-3 leta nazaj, ko smo to omogočili na koncu, in to so bili še predvsem igralci iz 2. oziroma 3. lige. Tako da zdaj to se v teh prehodnih obdobjih, ko ste imeli redno pred tem, to zdaj ni samo zaradi korone, ampak tudi zaradi interesa. Dobro, korona je naredila svoje, ampak ja, interes dejansko je bil, da ti igralci, ko smo jih klicali, so imeli svoje trenerje, so dali poudarek na fizični pripravi, na fitnessu, na kratkih šprintih, čeprav, če mene vprašaš, brez žoge nič ne more domestiti žogo. In ti, ko si sama, ti tudi, če igraš, če treniraš žogo, treniraš individualno. Ti nimaš te kombinatorike, dinamike, orientacije, predvsem v prostoru. Žal pa mi na to nismo mogli vplivati. Mi smo 2 leti vztrajali, enkrat smo izvedli na silo, tako da smo pa prav mogli prositi igralce, da pridejo, da mi lahko normalno izvedemo trening, ker so imeli 5 profesionalcev, pa ostali so imeli pa amaterji. In tudi v drugih državah je spet pač odvisno od količine igralcev. V Italiji vem, da delajo, ampak to je tako, da je tam tako povpraševanje, da oni igralci omogočajo samo, ki se na primer do marca prijavijo. To so igralci, ki se jim iztečejo pogodbe. Imajo tudi po 60-70 igralcev v teh trening centrih in potem zbirajo in delajo posamezne ekipe, ki igrajo potem z ekipami predvsem 2. oziroma 3. lige. Tako da ja, tudi je pogojeno takrat je bilo ta zadeva zanimiva. Mi smo imeli nekega leta, ki je bil turnir na Portugalskem, 56 igralcev na prvem treningu. Od teh 56 igralcev je bilo 45 profesionalcev. Tako da je tudi z naše strani mogoče tiste začetno navdušenje potem malo. To ne pomeni, da bo vsak igralec našel preko tega mehanizma klub, ampak ima pa ustrezen pogoj za trening. Ja, ker to je zagotovo ključno, ker zdaj, ne vem, jaz v tem trenutku zagotovo vem za 3-4 pač
prvoligaške ali pa bivše reprezentante, ki trenirajo v Sloveniji, ampak so se kar priključili pač nekim klubom. Ravno to je bilo to, ja, to priključevanje, ne, dosti tega prej ni bilo in zdaj so pa klubi tudi nekako tem fantom omogočajo te treninge, ne, in se, evo, naprimer, Korun zdaj trenira v Celju, ne, čeprav ne more se registrirati, ker je prekinil pogodbo v času, oziroma po izteku prestopnega roka. Ja, to je en tak primer tudi, no. Ja, ampak jih je še kar nekaj. No. Ok, zdaj jaz bi tu en povzetek poskušal tega dela narediti, kako naj igralec, ki je, ne vem, star 19-18 let, podpiše profesionalno pogodbo, razume vse to, kar smo se midva zdaj pogovarjala. Ja. Je to njegova naloga, bi mogla biti to naloga kluba, da mu razloži, ali menedžerja, kaj če nima menedžerja, kako bi moglo to funkcionirati? Ja, mi to delamo, na žalost smo ugotovili, naprimer, da v Domžalah zajamemo samo tiste, ki trenirajo s prvo ekipo, ne. Je pa precej igralcev mladih, ki pa igrajo nižje kategorije, ne. In ravno iz tega naslova bomo zdaj začeli dialog ne samo z njimi, ampak tudi z njihovimi starši. V smislu, so starši tukaj primarni, ne, da fantom in punca, tudi punce, ne, vedno več, razložijo v bistvu, ja, predvsem reprezentantke, ja, razložijo v bistvu preko nas, ne, imamo precej gradiva, imamo brošure, naredili smo zelo zanimivo tako zgibanko v obliki dresa, ki jo daš, raztegneš in imaš dva lista A4, kjer vse piše, zelo enostavno. Ampak to spet piše, nekdo mora prebrati. Dosti pa tudi dajemo na to, da se ti naši predstavniki v klubih pogovarjajo s temi mladimi igralci. Ta komunikacija mora potekati. Vse je zelo enostavno. Večina teh fantov je slej ali prej bila deležna pomoči in je najbolj enostavno njim razložiti, kaj jim je sindikat in na kakšen način jim je sindikat pomagal. Mi smo včeraj strelca gola, in najboljšega igralca, če mene vprašate, finala Kotnika, ki je bil na enem sestanku v Mariboru, ki smo prišli, pa sem sprav vprašal, kdo ne bo član sindikata, pa je dvignil roko. Pa je rekel, jaz ne bom, tako se malo hecal. Ampak je pol rabo našo pomoč in hvala Bogu je zdaj najdel novo kariero in uspešno v Kopru in jaz upam, da se bo razvil in bolj izkazal svoj talent. Tako da ja, vir so naša spletna stran, naše brošure, predvsem naši sestanki in pa tudi so igralci. Tako da tiste, ki zanima, www.spins.si. Je precej gor, sicer moramo to stran prenoviti, je že... To sem ti ravno hotel reči. Potrebna prenova, ampak se pravi, mi enostavno imamo to projekt, da smo naredili tole aplikacijo za glasovanje, ja, to je pa naslednja. Je pa dejstvo, da ta statičnost včasih je dobra, ampak predvsem je zdaj so družbena omrežja, ta diseminacija preko kanalov družbenih. Ja, pa imate vi kaj, Facebook, Instagram, kaj? Na Facebooku smo isto, spins.si, Instagram še ne, na Twitterju je moj profil, kjer moram precej objav zbrisati, ker so zelo kontraverzne, imam probleme z svojimi partnerskimi organizacijami, ker sem zelo neposreden, bi vedno bil, sem se malo miril, mi tudi kot sindikat zadnjih nekaj let niti ne delamo novinarskih konferenc, ker pač delamo složno, poskušamo, če kaj objavljamo pozitivne stvari, te umazane ponovadi pometimo pod preprogo. Je pa precej, moram reči, precej še tega. Zdaj, na primer, je zelo zanimivo, da se je število sporov z igralci skoraj zmanjšalo na enega ali dva, če govorimo o arbitražah, je pa precej poraslo število sporov, ki jih imamo za trenerje. Skoraj vsak drugi trener v slovenski prvi ligi tako drugačen način rabi našo pomoč, tudi zato je bila ta iniciativa za to standardno pogodbo z naše strani to bolj izražena, ampak kljub temu ste trenerji oziroma so trenerji zdaj še precej na udaru, ker te zavesti znotraj klubov, da trenerji tudi imajo zaščito še ni. Okay. Se pravi, trenerji lahko tudi, ne vem, če bi kdo želel dobiti to standardno pogodbo, se lahko tudi na vas obrne ali pa igralec. Standardna pogodba je obvezna, se druge ne more podpisati. Ja, kaj pa za nižje ligaše? To je pa to, je pa zdaj, tukaj se lahko obrnejo, če so naši člani, potem pa moramo nekaj novega zmisliti, ker so pa pogodbe od do. Take, ki sem videl za trenerje, ja, toliko da ni, ne vem, kar si zamislil, si lahko najde. Meni je fascinantno, slovenske pogodbe so na 2-3 straneh, greš v tujino, so pa 2 knjige, ko jih je potrebno podpisati. Koliko je tu
veliko potem tega sivine v Sloveniji še vedno v teh pogodbenih razmerah. Zdaj, ki si to omenil, kolektivna pogodba v Ameriki za katerokoli profesionalno ligo, MLS je tukaj malo izjema, je 560 oziroma 600-700 strani tudi. Sprav vse je noter regulirano. Dejansko je to magna carta in če noter ne piše, ne velja, piše pa v bistvu vse. Ja, sej, zato pravim, ne, in jaz tudi, ko se pogovarjam s temi, ne vem, igralci, ko grejo enkrat potem v neke večje urejene sredine, zdaj sem mogoče rekel, da pač naša ni, jaz upam, da bomo še napredovali, absolutno, ne, ker se zagotovo se spreminja ali pa izboljšuje, jaz upam, da se izboljšuje, da se strinjaš ti tudi z mano, no. Ampak vseeno, ko v primerjavi s tujino, ne, pravijo, da je to neverjetno, kaj vse ti dajo, da ni potem težav. Se pravi, samo zato, da ni potem, kaj pa glede tega, in da je potrebno pač zelo natančno prebrati in takrat tudi absolutno menedžerji naj bi odigrali zelo pomembne vloge tu noter, da pomagajo pa svetujejo, ne. Ja, sej dosti menedžerjev se obrne tudi v imenu svojih varovancev, če so naši člani, tudi nas. Mi tudi agentom pomagamo, tukaj, ker agentom pomagamo posredno tudi članom, ne. Tako da, ja, glede standardov povezanih z pogodbo smo mi imamo boljšo pogodbo, kot imajo na primer Premiershipu. Ti igralcev Premiershipu lahko pošlješ trenirati z mladinci, pa nas tega ne moš narediti, ne. Tako da, glede ostalih stvari, ki so pa povezane z nogometnim udejstvovanjem, pa še vedno šepamo, ker je pač veliko povezano predvsem s financami. Ok, kako pa vas, ko prihajate iz Pinsa, sprejemajo klubi? Klubi so zdaj naši zavezniki. Mi delamo to v interesu klubov. Čeprav se včasih v preteklosti tega niso zavedali, se zdaj vedno bolj. Imamo določene hitre. Ampak rečemo, kolikokrat na leto vi prihajate v klub? Mi imamo prosto izbiro, koliko pridemo, ampak načeloma pridemo 2 do 3 krat. Se prej najmanj. Se prej najavite, imate ločene. Ja, te najave morajo biti zelo eksaktne. Obvesti se trenerja, obvesti se igralce, seveda najprej, potem upravo, športnega direktorja, predsednika, tako da ja, ker smo imeli kar dostikrat, ja, pa nisem vedel, pa če 3-4 predstavniki v klubu obvestimo, ponavadi zadostuje. Včasih se zgodijo kakšni minimalni nesporazumi, ampak v osnovi gre za precej utečen proces, tako da tukaj ni nobenega problema. Tako da pomeni, da ti komuniciraš, imaš verjetno predstavnika vedno med igralci in potem še nekoga, ponavadi verjetno je to športni direktor, s katerim komunicirate in rešujete stvari. Se je zanimivo, da so tudi trenerji prisotni. Mi smo imeli več kot 7 klubov 10 v prvi ligi, kjer so bili trenerji prisotni z nami, celotna trenerska ekipa, ker dejansko vse, kar govorimo, se več ali manj aplicira tudi na trenerje. Vsi mehanizmi zaščit, ozaveščanja, obveščanja veljajo tako za igralce kot za trenerje. Mi smo imeli situacijo, se spomnim bivšega predsednika NK Celje, pa zdajšnjega častnega predsednika NK Bravo, gospoda Klariča, ki je rekel, jaz hočem biti na sestanku. Pa sem namerno podaljšal sestanek, da traja 2:45, ampak je bil ves čas zraven in je poslušal. Se prav spomnim, včasih je treba res razlagati tudi posamezne določbe in jaz sem prihajal z takimi poki papirjev, kopiranimi za vse igralce. Hvala Bogu, tega zdaj neče treba delati. Tako da te je gospod Klarič največ spraševal pol, ali kaj? Ne, tih je bil, poslušal. Jaz tudi govorim, če kjerkoli predstavnik kluba želi biti prisoten na našem sestanku, razen če bi se pogovarjali o neki stavki, rade volje, mi nobeno ne zapiramo vrat. Ok, a te lahko še zdaj vprašam to, se pravi, pride do spora, kako reagira celotna arbitraža ali pa kakšni so časovni roki, v katerih bi se ne arbitraža reševala. Glede na to, da za igralca, tako kot sem se malo prej pošalil, 5 let za Elija je pomenilo, da njegove najboljša leta so šla. Isto velja verjetno za nekega igralca, če se mu ima aktivno pogodbo pri 27 letih za 3 leta, pa da ga nekdo... Ja, se to je tisto, ker včasih tudi tako veljalo, da dokler spor ni bil rešen, nisi mogel sploh prestopiti. Zdaj, in to bilo tudi do pred kratkim v Srbiji. Igralci so mogli čakati, da so dobili arbitražno odločbo, da so lahko šli. Tega že dolgo časa v Sloveniji ni več, mi smo povzeli sistem FIFA, ti, ko prekineš pogodbo, ko pošlješ enostransko pogodbo, si ti s klubom zaključil.
In tudi nogometna zveza in tudi FIFA ti mora izdati vse potrebne certifikate za ponovno registracijo novih klubov. Problem je samo v tem, da je ta novi klub solidarno lahko odgovoren za morebitno odškodnino. Tako da tudi mi, ko prekinemo, ko nas kličejo klubi, ko ti igralci hočejo podpisati novo pogodbo, mi moramo biti prepričani in tudi klubu dati vse informacije, vključno z tožbami, prevedenimi, če potrebno, da potem te klubi vedo, da tega igralca lahko brez problema, v bistvu, da z njim brez problema lahko sklene pogodbo. Tako da ja, ampak ne glede na to, ker včasih so bili na FIFA postopki po 2 leti, po 3 leta, zdaj so skrajšani, zdaj 3 mesece. Tudi pri nas načeloma nekega inštrukcijskega roka ni. Si bomo prizadevali, da so te arbitraže, potreben je bil neki čas pri tej novi arbitraži, ki je skladno z zakonom o arbitraži in Newyorško konvencijo, da se ta postopek skrajša v najkrajši možni čas. Se pravi, to je tožba, izbira arbitra, čim prejšnja sestava senata in obravnava, če potrebno zaslišanje, se pravi zaslišanje, če ne. In v najboljšem primeru v Sloveniji zdaj trenutno smo tam nekje na 3 mesecih. Kaj rečemo, da ni slabo, ni pa idealno. Smo pa imeli tudi zaradi COVID-a eno zadevo, ki se je vlekla, sicer je ta igralec igral v drugih klubih, da se razumemo, ampak primer Gajić se je vlekel, mislim, na 110 mesecev. To je tisti primer, ko je Olimpija enostransko prekinila pogodbo, pa je igralec 2 leti oddelal in je potem terjal celotno plačo. V konkretnem primeru je to bilo prek 170.000 evrov, ki je igralec dobil. Tukaj sindikat je, ko gre za kršitev pogodb, 100% vedno je in bo na strani igralcev in bo terjal maksimalne sankcije. Ker to, da ti nekomu ne plačaš, kljub opozorilu, je res nekaj, kar v današnjem času ne bi smelo dogajati. Ok. Midva tekmo smo odigrala, tako da veš, je še vseeno vprašal tu zdaj naprej, ali se Spins tudi potem vključuje v finančni fair play klubov, ali je to potem čist neka druga scena? Nima nobene veze z nami, ampak ja, zdaj problem bo zelo kratkem z UEFA, ker UEFA brez soglasja delojemalcev, se pravi delavcev, sprejela kar precejšnje omejitve za klube, sicer to za nas konkretno ni pomembno, ker govorijo o klubih, ki imajo proračun več kot 30 milijonov evrov in igrajo v Ligi prvakov, ampak mi ne vemo, ali bo to pomenilo, da se bojo na primer odločili, pa bojo rekli tudi za regijsko ali pa za to, da igraš v konferenčni ligi ali pa Ligi Evropa, morajo omejitve, ki na primer veljajo tudi za klube, ki imajo 5 milijonov proračuna. Dejstvo je, da so te določbe mogoče tudi v skladu z zakonodajo Evropske komisije samo v dogovoru z delojemalci v okviru socialnih določb. In tega UEFA tukaj ni naredila. Zdaj, kaj se bo zgodilo, je stvar, oziroma katera dejanja bomo mi sprožili na mednarodni ravni, je še stvar dogovora, ampak vsekakor bomo ukrepali. Tega pač ne moramo dovoliti, enostranska dejanja niso dopustne sprejemljive. Tako da boste ponovno aktivni. Mi smo aktivni stalno, ne moramo vsega povedati. Nekatere stvari tudi ne smem. Ok, se pravi, ko se bo razrešilo, snemamo naprej. Za konec povem, da sem presenečen in res zadovoljen. V Sloveniji je prišlo do nekega premika, da so igralci prepoznali pomembnost sindikata tudi v tej smeri, da so sindikatu podelili vse pravice iz naslova, ekskluzivne pravice z naslova javne podobe in trženja njihove javne podobe, kar pomeni, in tudi trenerji, večina trenerjev, ne vsi, ker niso bili vsi prisotni na sestankih, kar pomeni, da nogometna zveza, če bo v bistvu hotela katerokoli sponzorsko pogodbo podpisati v prihodnje, tega brez eksplicitnega soglasja sindikata niti ne more narediti. Če hoče uporabljati, kar je pravilno, mi smo in se želimo, da smo nogometaši del nogometne družine, kar pomeni tudi delna integracija v organe zveze in pa organizacijo nogometne zveze kot tako, v smislu prisotnosti delegatov na skupščini in pa v organih odločanja. Če nogometna zveza želi biti krovna zveza nogometa, če pa ne, bomo pa povzeli korake, tudi eventualno tukaj poskušamo na mednarodni ravni, da to prenesemo na nivo klub igralca, klub sindikata. To zdaj hočeš reči, da tako kot se je zgodilo z EA Sports, da je FIFA kar prevzela finančno in odločala v imenu vseh igralcev, ki so
In Ne, isto se dogaja pri nas, ali kaj? Ne. Na nivoju NZS. Zakaj je odstopila od imena FIFA, ker je FIFA v zadnjem krogu pogajanj zahtevala dvakrat več kot je prej. Prej je bila 150 milijonov in so hoteli 300 milijonov. Tukaj je tudi problem kripto in pa NFT, ki se pojavljajo, ker je kar precejšen denar, ker ga FIFA hoče izkoristiti. Je pa tudi dejstvo, da je pa EA lastnik večine pravic do javne podobe igralcev. EA na primer licencira Ronalda 5-krat. Enkrat gre direktno, drugič ga preko svojega kluba, tretjič preko svoje zveze, preko raznih konfederacij, tako da ni bil problem. Problem se je samo pojavil glede same uporabe FIFA, imena FIFA. Tukaj se zadeva ustavlja. Ni problem uporabe samega igralca. Ne, ker EA ima to tudi preko nas, v določeni meri licencirano, ampak ja, EA Sports na letni ravni samo za licence porabi $400 milijonov. Tako da oni bodo direktno šli do igralcev in bodo... Vse so že. Aha, Oni so že. Zelo podobno se hočeš reči, da se dogaja tudi v Sloveniji v odnosu NZS pa igralci, ali kaj? Ne, mi tega ne mislimo izkoriščati. To je sam pritisk. To ne pomeni, da sindikat hoče tržiti. Sindikat ne bo tržil in nima namena, gre samo za to, da se dogovorimo. Lažje je to narediti, kot pa stavkati ali pa karkoli drugega. Protestirati, prati umazano perilo. Gre samo za to, da se želi normalen odnos in da imamo tudi neko podlago, da če se pa to ne vzpostavi, da lahko tudi ukrepamo. Vsekakor si pa želimo simbiozo in to je, mislim, da zdaj po zadnjih sestankih tudi skupen interes. Ne obešamo pa tega na veliki zvon, ker po mojem ni nobene potrebe. Ok. Torej, kaj lahko rečeš, pot, ki si jo do zdaj prehodil ali pa ki je Spin zdaj prehodil, je bila zelo zanimiva, ampak kaj je zdaj tisto glavno, kar se pričakuje, da se bo, ne vem, v naslednjih 4 letih vseeno zgodilo ali pa bi se ne zgodilo v Sloveniji? Ali pa kakšne so želje, mogoče, no, tako? Jaz si tako to predstavljam. Manj me vidite, boljše je. Bolje urejeno. Bolje urejeno. Tako da predvidevam, da se bomo čim manj pojavljali v javnosti, oziroma se bomo pojavljali v javnosti predvsem z galami, z glasovanji, z promocijskimi aktivnostmi in tudi verjamem, da se bo ta struktura nogometa v Sloveniji spremenila v smeri pač aktivnega zastopanja nogometašev znotraj svojih organov odločanja. Zelo zanimivo je, da večina trenerjev je bivših naših članov, nekateri člani izvršnega odbora so bivši naši člani, to so nogometaši samo še vprašanje čase, kdaj se bo ta negativna komunikacija, konotacija sindikata zbrisala in se dejansko pristopila k obravnavi vseh subjektov kot partnerjev. To je samo stvar, mogoče bo 1 leto, 2 leti, mogoče 4 leta, ampak to je dejstvo in tudi za ostale športe, ko govorim o Olimpijskem komiteju, ki je zdaj sredstvo diktatorjev za promocijo lastne večvrednosti, se bo spremenilo v tej smeri, da se bo vedno več spoštovalo pravice, človekove pravice, pravice udeležencev in pa tudi na koncu športnikov. Če dam za en primer, UEFA-in oziroma FIFA-in sklad in pa prihodek igralcem, pa ni neposreden, je posreden, iz naslova celotnega dohodka, ki ga UEFA oziroma FIFA generira, gre igralcem 7%. V Olimpijskem komiteju pa nič. Se pravi, nič ne gre profesionalnim športnikom, ki se razkazujejo, delujejo, promovirajo šport, promovirajo državo, v kateri nastopajo pri Olimpijskem komiteju, športnikom nič ne gre. Tako da to se bo tudi spremenilo. V tej smeri, da se saj zavaruje športnike, da se jim da neko primerno nadomestilo in da se jim ne prepoveduje, na primer, oglaševanja. Do pred kratkim si imel pravilo 40, ki je vsem sponzorjem, vsem, ki so investirali v športnika, prepovedovalo katerokoli oglaševanje v času olimpijskih iger. Se pravi, takrat, ko si najbolj uspešen, ti Olimpijski komitej reče, zato ker nastopa v olimpijskih igrah, vsi, ki ste investirali v šport, niti športnik se jim zahvaliti ni smel na Twitterju. Hvala lepa obrtniku temu in temu, ki mi je financiral priprave, ker Olimpijski komitej to prepovedal. To so absurdne stvari, ki pa se bodo spremenile. Mene samo žalosti, da... Poskrbiš, da imaš svoj prime time in da lahko nekaj dobro zasluži. Mene samo žalosti, naprimer, da je Putin izkoristil Hitlerjev zgled in je tiste olimpijske igre pred Berlinom kopiral in je to isto naredil s Sočijem oziroma z svetovnim prvenstvom v Rusiji, v nogometu. To me žalosti.
Ok, dej, gremo v zadnji del še takole. Dej, glede na to, da si rekel, da si temperamenten in tako, kjera je bila največja provokacija do zdaj, ki ti je uspela? Provokacija moja ali da je Tvoja ljudje mene? provokacija na tvojem področju dela. Provokacija. Veliko provokacije, ampak jaz sem pravim, da mogoče ena anekdota, pa zdaj ne vem, če je pozitivna ali ne. Ne vem sploh, če bi govoril o tem. Mogoče bi to spustil, no? Da ne bomo v težavah, če se milo izrazim. Smisel je kaj za Mourinha povedal. Ja, dobro. Če si že omenil, ja, ti se bo zelo zanimivo. Dobil sem klic strani naše svetovne zveze in so rekli, ker si ti, jaz sem zastopal enega igralca in sem pomagal enemu albanskemu igralcu, ki so ga šinkanirali na Poljskem. In povezavi s tem in tudi situacijo me je poklical en novinar iz BBC World. BBC World ima target audience približno 200-300 milijonov, nisem vedel, po svetu. BBC World poslušajo tudi na Japonskem. In me drugim tudi vprašal, kaj pa zdaj z situacijo s Schweinsteigerjem, kapetanom reprezentance, kapetanom Bayerna, ki ga je Mourinho Manchester United poslal v drugo ekipo. Z mladinci trenirate. Jaz sem rekel, da je to nedopustno, da se to nikako ne bi smelo zgoditi, da so organi, ki to ustrezno nastavljajo. Tukaj sem imel v mislih naš partnerski sindikat v Angliji in sem rekel, da tudi, če bi se to zgodilo v Sloveniji, ker so mi to vprašanje, bi najprej poskušali na lep način, drugače pa bi ga pa na koncu tudi prijavili oziroma bi ga ovadili, ker je to kaznivo dejanje mobinga, ki se kaznuje zaporno kaznijo v 3 leta. In potem so bili napisi, vse se še vedno da pogledati na internetu, Mourinho has to go to jail, in jaz sem bil klican z naše strani naše zveze svetovne, kaj se jaz grem, sem jaz normalen. Dobil sem pismo Managers Association z tožbo 2 milijona funtov, če ne bom izdal popravke. In jaz sem rekel, ker so me tudi kolegi klicali z celega sveta in me Čila klical in rekel, kaj pa delaš, pa pravniki. Jaz sem poslušal intervju, saj nisi nič rekel narobe. Ti si rekel, če bi se to zgodilo v Sloveniji, bi bilo to. In sem v bistvu povedal, ampak ja, jaz sem mogel na pritisk potem vsem napisati, oziroma sem mi napisal PR sporočilo in sem se mogel opravičiti, ker je v smislu dobrega odnosa za trenerje. Čeprav se je tudi, mislim, da Rummenigge je takrat izrecno se postavil na mojo stran in je rekel, da so to igralcem takega formata, oziroma nobenim igralcem ne sme dogajati. Je pa dejstvo, da sindikat v Angliji, če se kakšen igralec obrne na njih, pa reče, mene so poslali trenirati v gost, sindikat je malo drugačen, ima nekaj svojo specifiko, ga vprašal, a zaslužiš, koliko zaslužiš? 200,000 funtov na teden? Pa 5 laufat v gost, pa bo ti. Tako da, tukaj se s tem jaz ne strinjam in ja, tudi iz tega razloga mogoče sem včasih pri določenih zadevah opozorjen, da pazim, kaj govorim. Je bilo pa to so bila stara, to sem bil stari jaz. Si še bil bolj na začetku. Niti ne na začetku, ampak sem zelo vokalen, če je treba, ampak dejstvo je, da smo tudi vsi počasi tudi zrelejši in se tudi zavedamo, da se na nek način določene stvari drugače lahko uredijo, če obstaja volja in želja. Ker jo hitro kdo izkoristi, pa malo drugače interpretira. Povej mi, glede na to, da zelo veliko, zdaj tudi potuješ, si veliko na teh konferencah, te kakšna oseba posebej impresionirala glede na delo, ki ga ti upravljaš? V bistvu ne oseba, jaz bi mogoče izpostavil neodvisne novinarje. Neodvisni novinarji se združujejo znotraj konferenc, ki se jim reče Play the Game. Te konference so dostopne tudi na YouTubeu, jaz priporočam vsakomu, da se gre malo pogledati, kjer brez dlake na jeziku govorijo o vseh temah, kjer se šport izkorišča in politične namene, kjer se zlorablja športnike, so tudi vprašanja, ki so zelo pereča o transgender atletih, pravilnosti tekmovanja. To so konference, ki trajajo po 4 dni, cel dan od jutra do večera, so paralelne konference, zdaj naslednja je v Odesi. Ravno danes sem potrdil svoje sodelovanje, bom govoril v panelu z Mednarodnim evropskim komitejem glede evropskega modela športa, ki je izključno namenjen varovanju avtonomije športa in izključenosti športnih organizacij iz neke vladavine prava. Tako da ja, ta organizacija me je presenetila, bil sem zadnjič na konferenci v
v Idahonu, predzadnjič v Idahonu, pa zadnjič v Koloradu, v Ameriki, kjer dejansko vsak, s katerim se pogovarjaš, točno ve, kakšne so rešitve, kaj bi moralo biti, kako bi moral šport funkcionirati. Ampak žal politiki tega ne spremljajo, ne. Mednarodne zveze še vedno gonijo svojo. Ali pa spremljajo, pa ne vidijo dovolj koristi. Ja, no in ta skupina predvsem me je navdušila, tudi precej so pisali v povezavi z našim predsednikom Čeferinom, ne, pa tudi z drugimi, Infantinom, Bachom, ne, oni se dejansko ne ustrašijo in ne ustrašijo povedati in pogledati resnici v oči. Ne. En od teh priznanih novinarjev je žal zdaj Andrew Jennings je umrl. On je bil na primer pobudnik njegovi intervjuji, zakaj se je potem začelo preiskovati Blatterja, ne, in škandale v UEFA. Tako da potrebujemo to četrto vejo oblasti, ne, pravo, ne, jaz tukaj v Sloveniji žal v strani medijev precej pogrešam to neodvisnost, ne samo v športu, tudi drugje, ne, in to samo kaže, da še nismo zrela demokracija, ne, da imamo še precej okostnjakov v omarah, ampak ja, tudi nas bo slej ko prej srečala pamet, počas. Pravi, play the game. Play the game. Okay. Bomo mi pobrskali, pa bomo dali kako povezavo, mogoče tudi zraven. Super. Najbolj tragično zgodbo, ki si moral reševati? Tragično. Zdaj ne vem, kaj je tragično. Lahko je tudi komi tragika. Mislim, ja, v bistvu ja, tako, imeli smo člane, ki so igrali v tujini, kjer dva sta bila, ne, nista prejela zadnje 3-4 mesece plače, klub je propadel, mi smo jih zastopali, sta oba dobila 400 plus 1000 evrov odškodnine, ne. In potem mi smo jim nekaj poskušali pomagati tudi pri iskanju novega kluba, zdaj neposredne finančne pomoči tem dvema igralcema nismo dali, ampak potem se je pojavila ta zgodba s tem skladom, ne. Mi smo klicali igralce, ne, smo rekli, gledajte, zdaj pa končno možnost, da nekaj dobite z tega naslova, ne. In smo tudi predali vso potrebno dokumentacijo, ne. Pogoj je bil, da se zneski računajo od 1.1.2015 naprej. In oni ste imeli odločbo od FIFA februar-marc 2015. Ne. Se pravi, bi moralo biti te skupine. Ker se je toliko prijav pojavilo, so začeli dodatne kriterije postavljati in en od kriterijev je bil vzrok nastanka obveznosti, ne odločba. In ker je ta vzrok padel pred letom 2015, ne, pred 1.1.2015, sta bila tudi iz tega izključena. Poleg z naše strani, ti spet nekomu daš upanje, takrat si mu dejal, pa boš dobil, pa je potem klub propade, pa si neuspešen, ker so naredili pol bypass, ne, pa tudi tam nismo bili uspešni. Pa da še tukaj rečeš, zdaj boš pa končno dobil, pa pol igralcev sporočiš. Jaz tukaj pol tudi razumem frustracijo. Ne. Nekateri igralci so bili proti sindikatu samo zato, ker je sindikat naredil vse v njegovi moči, da je igralcem pomagal. Pa žal denarja ni bilo, ker pač kluba ni bilo več. Ne. In to je zdaj, hvala Bogu, spet ta reparacija bo zdaj možna. Ne. Jaz upam, da bo možna slej ko prej do 100% vsote, kar pomeni, da bi vsak igralec na svetu, kjerkoli, ko bi podpisal profesionalno pogodbo, bil prepričan, da bo ta denar tudi dobil. Ne. To je končni cilj. Ključno sporočilo za igralce pa za starše. Zdaj, v zadnji si že parkrat omenil, zelo veliko mladih igralcev podpisuje profesionalne pogodbe. Mi se zdaj malo pogovarjamo o tej novi ligi, tudi bo verjetno tudi zanimiva. U15 pa kadeti grejo skupaj, se pravi U15 pa 17 grejo skupaj. Mal nas je nekatere strah, da bojo začeli 13-letniki profi pogodbe podpisovati. Kako sporočilo bi ti dal staršem in mlajšim? Zdaj, to bomo naslovili, ker dogovor s klubi je, da poskušamo uvesti štipendijske pogodbe. To je tudi cenejše in za igralca in za klub. Kaj je problem z profesionalnimi pogodbami? Ti, če enkrat podpišeš profesionalno pogodbo s SP, ti nimaš pravice do rednega šolanja v Sloveniji. In 2 igralca so že vrgli na tej podlagi iz šol in zdaj študirate izredno. Zakonodaja je tukaj popolnoma, nima nobene izjeme v tem primeru. Tako da mi gremo v dialogu z državo v spremembo zakona o športu, ki bo na podlagi sprejetih kolektivnih pogodb omogočala sklepanje štipendijskih pogodb. Te štipendijske bojo predpostavljale šolanje,
bojo predpostavljale aktivacijo kluba, akademijo, odgovorno osebo za te fante. Se pravi, ne bo mogel vsak klub podpisati štipendijsko pogodbo. Če bi izpolnjeval take in take pogoje, boš lahko te pogodbe podpisal. Predvsem za namenom, da se te fante pripelje do konca rednega šola. Ta srednja šola bi, na primer, velik problem za kar precej naših reprezentantov, ki so mladi odšli v tujino in niso mogli dobiti potrebne kvalifikacije, da so lahko upravljali poklic trenerja. Ta srednja šola plus, da se pač na vse te fante apelira, ker so te zmožnosti zdaj na voljo, da študirajo nadaljavo in da dosežejo tudi višjo stopnjo. To je smisel do nekega 21. leta, 22. leta v Sloveniji v tekmovanju je možno. Zdaj ne bom rekel, da če si ti zdaj moj bivši trener, ki je igral za Manchester United, Jovanovič mi je rekel, pa kako ti misliš, da studiram, igram sledeči dan 70,000 ljudi, ko hoče, da me odigra. To je ta varianta, zdaj uporabljam pač njegovo terminologijo. Ni enostavno pod takim pritiskom, pod tako medijsko pozornostjo študira. Jaz se razumem, ampak v Sloveniji pa noben meni ne bo rekel, ker sem to probal na lastni koži, ker sem še delal pa študiral, da se nekega rednega študija, sploh če je nadaljavo, ne da izvesti, dokler so te fantje v Sloveniji. Pa tudi, če študirajo nadaljavo, če grejo v tujino, še vedno imajo to zmožnost, da v nekem daljšem procesu usvojijo neke veščine, ki jih pripravijo na življenje po karieri. Ker naša kariera je v najboljšem primeru 10-12 let, vrhunska še celo manj, in je treba razmišljati med kariero, kaj boš delal po koncu kariere. Če si brez ideje, pa če nimaš neke blazine, da te ustavi, lahko padeš in to precej globoko. Ok, smo še kaj pozabila? Ja, veliko, ampak nimamo časa. Se pravi, naredimo še čez ene pol leta, še en recap naredimo. Ok, Dejan, ful ti hvala, da si bil moj gost. Zdaj, malo bo 2 ure mim, tako da upam, da smo vsaj v osnovi predstavljali tisto, kaj je vaš namen, se pravi, kaj je namen Spinsa, kdo bi naj bil in približno kako deluje tale naš del, da ni ponovno tisti, ko želi biti profesionalen nogometaš ali pa trener, da ni dovolj samo, da bo malo šel na travo, malo pobincal in šel zvečer domov, da je ponovno en kup stvari v zadnji, za katere bo moral sam poskrbeti. Tako da, hvala ti. Hvala tebi. Upam, da te čim bolj uspešni v vseh pogajanjih. Jaz mislim, da bomo. Ok, dobro. Pa jaz samo še odpiskam konec tele naše epizode. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v Gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra v Gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih, spoznavate nogomet res ne le samo v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so vedno dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, TuneInu, YouTubeu in verjetno še kje drugje. Še enkrat, pišite, komentirajte, preglejte našo spletno stran, všečkajte nas, sledite nas na Facebooku in Instagramu, da boste na tekočem z novimi vsebinami. V glavnem, hvala lepa, se slišimo naslednji petek, uživajte še naprej in lepo zdrav vsem.